da se dobita pa seksata, bi to sprejela ali ne bi? Rečemo veliko denarja, ne vem, 30,000 evrov. Ma ne vem. Ma ne vem, 30,000 je dosti, ima tudi malo po eni strani za tako stvar. Kaj pa 100? Ja, za 100 jih še 2. Za 30 pa ne vem. To ni tako enostavno, kot zgleda, drugače sigurno ni, ne. tudi psihično in fizično ful pač naporno. Aha. In boš tukaj tudi imela to, da boš malo psihično pripravila te punce. Ja. Vse bo bilo v temu, pač dobesedno vse. Jih bom prav, tako ko imam neko prijateljico, ki sem jo vodila do tega, da glih tako tudi ona služi tako 10,000 na mesec, to bom pomagala tem puncam, da jim bo bilo lažje. Najbolj hard, kar je bilo, da bi se snemala, kako kakam. A ja. Pač, meni je to ful čudno in pač sem bila ne. Koliko ti je pa človek za to ponudil? Ima tako, ne vem, 1000 evrov. Aha. Samo ne. Ok, kakšne 10,000 že ima za 1000, da vidi to cela Slovenija, ne bi tvegala. Nek tip me stalka že tipo 3 leta in tudi v živo me stalka. Se pravi, da te zasleduje, da bojo gledalci vedeli. Je bil pod mojim stanovanjem, na žur je prišel in me dobesedno 4 ure gledal v kotu. Ne tega delati, ko bom prijavila policiji. Kako se počutiš, ko ti tako dobro gre, ker verjetno pred enim letom tudi pomislila nisi, da boš take zneske zaslužila. Sem pomislila. Si pomislila? Zdaj nisem bila tam bila uspešna. No, uspešna, ampak si kar mislila, da boš $500,000 zaslužila. Pač upam, da bom, ampak je pa ful lepo, ker vem, da sem ena izmed boljših v Sloveniji. Če ne celo najboljša, pač tega ne vem, ampak zaenkrat, ker je pač po socialnih omrežjih in to viralno, mislim, da sem. Ampak tega ne moram vedeti zapišno. Je pa ful lepo, ker dosti punc se, vsaj punc, ki želi imeti OnlyFans, me naprašava za nasvete in me občuduje, ali kako da rečem. Dragi gledalci, danes je moja gostja Erika Črnigoj. Punco poznamo, ker je bila v Masterchefu, zdaj pa ustvarja vsebine za OnlyFans, se pravi vsebine za odrasle. In s tem tudi zelo dobro zasluž. Jo bomo malo vprašali, če bo hotela povedati, koliko. Tako da pred nami je zelo zanimiv podcast. Poglejte do konca, všečkajte, napišite kakšen komentar. Živijo, Erika. Dober dan, hvala za povabilo. Hvala tebi, da si prišla iz Kopra, kar daleč, tako da cenim to, ne, ker nekaterem je še iz Ljubljane predaleč za priti, no, tako da sem vesel, da si prišla. Si se, no, hvala. Prvo, ki me zanima, pač sem gledal že, ko si bila na parih podcastih in si povedala, da dobro zaslužiš. Škaj me najprej zanima, so ti ljudje, ki navoščljivi? Večinoma vsi so nevoščljivi. Ja. Zakaj pa misliš, da smo Slovenci taki, da smo tako navoščljivi? Ker jaz tudi že dlje časa takole se pojavljam na socialnih omrežjih in najhujša stvar je, če kdo kje zavoha, da si kaj zaslužil, ne. Jaz objavim na Facebooku, ne, pejte pogledat moj video iz Čila, ne, ker sem potujem pa vloge delam, ne bom šel gledat, da ne boš zaslužil, ne. Mislim, prvič, dobro, jaz si s tem ne zaslužim, najbrž niti 1% ne to, kot ti, ampak nekoliko ljudi skrbi, da ne bi kdo zaslužil, ne. Verjetno zaradi tega, ker slovenski sistem je narejen tako, da se iz meseca lahko samo preživljaš in ne dejansko živiš, kako je treba, in zaradi tega ti drugi pol pač zavidajo, ker nimajo te možnosti. V bistvu se sami ne potrudijo, da nimajo te možnosti. No ja, čeprav v Sloveniji, če se lotiš nekaj delati, lahko tudi dobro zaslužiš, tudi za moške taka dela, kot so polaganje ploščic, delanje na streki. Ne, tukaj državo se pobere, pač dobesedno. Ja, no, davki so, ja, pravijo smrt pa davki, to je obvezna zadeva, ja.
Ti si najprej šla v ta Masterchef, ne, potem kmalu si podprla OnlyFans. Ne. Kako to, da si se odločila, da odpreš OnlyFans? Pač jaz rač za to stvar sem bila odprta še tako pri 16. letu, zmeri nisem imela nikoli slabega mišljenja od tega. In sem si mislila, ok, pač mogoče bi si ga še jaz naredila, ali pa nekako sem vedela, da bi si ga naredila, ker sem še kar odprta, me ni sram, ful sem samozavestna in ne vem, človeško telo se mi ne zdi nič kaj takega, dejansko ga imamo vsi. In pole, ker sem pač prišla z Masterchefa, dosti sem dobila povpraševanja po temu in pa sem bila ok, pač si ga bom odprla, ker itak sem vedela, da bom uspešna in zdaj smo, kjer smo. No, super. Po kolikšnem času se je pa začelo dogajati, da si že nekaj zaslužila? Predvidevam, da glih prvi teden ni bilo. A že prvi teden? Že prvo uro. A je že prvo uro? Zanimivo. Pač dejansko na to vse vpliva, koliko ljudi te pozna, ali pa promocija, recimo. Pač followeri, to je dejansko glavno. No, sem verjeten, da si že prvo uro zaslužila. Je bilo verjeten tako, si imela Instagram profil, pa si verjeten ljudi povabila na OnlyFans ali kaj takega. Ali je že sam OnlyFans to naredil, da si že prvo uro zaslužila? Ti, če nimaš linka objavljenega na Instagramu ali pa kje drugje, tebe te ljudje ne morejo dobiti. Pač ti na OnlyFansu, če napišeš moje ime, me ne moreš dobiti, razen preko mojega linka. Tako da sem ga objavila in to je bilo to. To je bilo to. No, super. Se pravi, da greš sam na OnlyFans, začneš nekaj objavljati, tega ne bo nič verjeten. Noben te ne dobi. Noben te ne najde, ja. No, zanimivo, to bi si mrzdo mogoče drugače mislil. Tudi jaz sem mislil drugače, ampak ja. Kakšen je bil pa odziv prijateljev pa staršev, ko si šla? Prijatelju ni lih neki ful brigalo, ker jih imam večinoma vse, ker me spremljajo, pač me sprejmejo v dobrem ali v slabem. In nekako so vedeli, da si ga bom naredila, ker sem jaz sem ful iskrena in govorim. In tudi mojim staršem sem tako zmeri pač kaj rekla, tako malo po malo, ja, si ga bom odprla ali pa bi si naredila. In pol pač sem si ga naredila. Sej, kaj mi čejo? Bodno realni, jaz živim sama že od 18. leta, to je 2 leti in pol in pač, ok, če bi živela pri njih doma, da bi oni skrbeli zame, ok, če skrbim zase, zakaj pa ne? Sem odrasel človek. No, to se popolnoma s tabo strinjam, ampak se veš, zlobni jeziki, mogoče kdo staršem meni od prijatelju, pa jim ni najbolj prijetno, ne? Ja, tudi to se zna. Moji mami tudi doskrat ni bilo prijetno, ker so kakšne njene kolegice rekle, da me gledajo po YouTubu, ne? Ampak to tudi je čist nekaj drugega, ne? Ampak za mamo je bila to kar neka sramota in Ja, res. ja, in bi rekla, ko se moraš to snemati, ne, pa te vsi gledajo, ne. Tako da to verjeten zna biti zdaj malo nerodno, ne, ampak je pa to po mojem večinoma izžlehtnobe, ne, ker kaj, če se ti brigati za druga, ne, zdaj od enega mojega prijatelja, otrok, kaj me briga, kaj dela v končni fazi, ne, tako da. Samo je pa res tudi, pač starejši ljudje so še stara šola. Bolj pač mlajše generacije razumejo stvari, kako gre naprej, elektronika, socialna omrežja. Tega pač nekoč ni bilo, tako da nekako razumem tvojo mamo. No, se pol je spremenila mnenje, ko so me pohvalile, pa tu, ampak je to trajalo 2 leta, tako da je bilo, ne. Ti pa drugače delaš, tvoji te, bom rekel, ta tvoja publika na OnlyFansu je predvsem slovenska ali je tudi tuja? Če je tudi tuja, iz kje je tudi tuja? Ja, jaz imam slovenski OnlyFans profil in pa ameriški. Ja. Samo ameriški pač Slovenci ga ne bodo dobili, ker sem blokirala določene države. Aha. Tako da pač ga ne morejo dobiti in ostaja to za Američane. Aha. In pa so iste vsebine ali so različne? Ja, iste. Iste vsebine, aha. Eno se to je pametno, da se Slovencem v slovenskem jeziku, ne, je pa kje več sledilcev pa naročnikov? V Ameriki. V Ameriki, Ja. aha. In če bi se
ne vem, nekdo odloča, da gre na OnlyFans, bi mu ti svetovala, da dela samo za Slovenijo ali da gre tudi za tujino? Pač jaz drugače pripravljam nekaj, da si bomo punce lahko pomagale, tako da jim bom tudi njim obrazložila ful več stvari tam, ampak se splača definitivno več področji. Pač itak, če je ista osebina, zakaj ne bi izkoristil to? Ja, to je res, zakaj ne, ja, tako da... Ampak imaš potem tudi Instagram, rečemo, za ameriške sledilce, pa... Vse rabiš med uštivano. Se pravi, kaj, Instagram, TikTok verjeten? Ne, TikToka nimam, Instagram imam in pač OnlyFans profil in to tudi to. Aha. Na Facebooku te tudi ni, oziroma si Facebook sam vidim, imam, da ga nič ne uporabljaš. To je še stare šole. Kaj pa imaš kakšne podatke, koliko stari te spremljajo na OnlyFansu? Ne, tega ne moreš videti, ampak ko se pogovarjaš pač s fanti, itak ti slej ko prej povejo. Vsaj pač, če želijo, ti povejo. In so to mlajši ali... Oboje. Naprimer, moj top spender ima, mislim, da 22 let. Ja. Kaj pa najstarejši, ki si imela z njim opravka? Ima tam okoli 45, mislim, da. Tam nekje. Kakšne, se pravi, zdaj, če gre nekdo na OnlyFans, pri tebi je tako, jaz sem šel to danes pogledat. Ja, sem videla, da si se. Si videla, ja. V bistvu si prva, da sem se naročil, ne. Sicer sem se na OnlyFans jaz prijavil že ene 2-3 leta nazaj, ki me je ena punca, ki je tudi bila na OnlyFansu, rekla, da se naj tudi jaz imam, da je rekla, da OnlyFans nisem za seksualne vsebine, ampak tudi za druge, in je meni rekla, naj te popotniške zadeve objavljam, da kdo bi pa me podpiral. In zato sem to odprl, ampak jaz sem samo odprl profilno sliko, dal pa čist nič drugega, tako da je tudi tukaj ostalo. No, tako da danes sem pa rekel, grem pa pogledat, ker imam s tabo to, pa da malo vidim, da se tudi pač bova lažje pogovarjala. In jaz sem videl, sem te najdel, tudi preko Instagrama sem šel, drugače to nisem najdel. In potem sem videl, koliko 4 evra je naročnina, prvi mesec. In sem se tisti naročil, potem se pa odprejo vse slikce, ampak tebi ta glaven zaslužek je najbrž k nekomu nekam sporočila. Pač ti, ko prideš v OnlyFans, nisem jaz naga. Sem samo pač, ne vem, bikini ali pa spodnje perilo. In to. Se pravi, potem, če v zasebnih sporočilih ti človeku pa tudi več pošleš. Ja. In se pravi, vsako tako sporočilo mora človek plačati. Kar ful plačati. Kar ful plačati. Kaj to pomeni ful plačati? Mislim... Ma ne vem, lahko tudi 200 evrov za kakšno stvar. Pač odvisno. Se giblje med quality slik ali pa videotov od, ne vem, dolžine in pač potem pol razporem, koliko je nekje vredno. Pa imaš to že posneto, pa rečemo iste stvari pošiljaš večjim ljudem ali za vsakega? Ne, pač probam večinoma za vsakega posebej v pač tistem trenutku, ampak itak v vsakem primeru si shranim v galerijo in če kdaj me ni, sem na kakšnem izletu ali pa kaj in pošljem pač za nazaj. Zakaj bi zbrisala slike? No ja, to bi bilo neumno, ja. No, rečemo, praviš, da ti nekdo 200 evrov plača, koliko pa imaš iz tem dela, koliko časa? Je to 5 minut ali 1 uro ali 2 ure, ali jaz si to ne predstavljam? Če imaš gor 50 ljudi, ni vseh 50 ljudi gor ob isti uri, pač ti si rabiš razporejati čas, da si za vsakega vzameš čas. Tako da nekako full time job. Ne, ampak tako mislim za enega, koliko porabiš časa, če te en piše, da mi nekaj več posnam, pa ti rečeš, ne vem, 100 evrov te to stane. V kolikem času teh 100 evrov zaslužiš? Je to minuta, 2 ali 1 uro ali 2, ne vem. Minuta.
A minuta. Aha, se pravi, sam nekaj posnameš? Ja, pač, če on hoče nekaj dobiti, mora prvo plačati in pole pač dobi. Aha. Kaj pa tako verjeten se sooča s kakšnim grdim komentarji na socialnih omrežjih, ki si se pač tudi javno izpostavlja, tudi na podcaste greš. Kako se pa s tem soočaš? Hate komentarjev na socialnih omrežjih je dosti, ampak večinoma je od ljudi, ki nimajo ne profilne, ne imena, ali pa če je slučajno kakšna punca, da ima ime in profilno, ni lih, ne vem, kakšna po izgledu in že tako je veš, da je ljubosumna. Ampak važno mi je, da so uživo ful prijazni do mene vsi. Nikoli se mi ni še zgodilo, da bi uživo bil kdo nesramen, kar mi je pač pomembno. Ampak za hate komentarje na socialnih omrežjih me ne briga. Dobesedno vsi jih dobimo. Ne glede na to, kaj narediš, ali je dobro ali slabo, jih boš dobil od nekoga. No, se to tudi verjeten, če kdaj kaj objaviš, kaj kuhaš, tudi verjeten dobiš kakšen hate komentar. Sem objavila nek video, nek panin, tako ful dober je bil. In folk je pisal take grde komentarje, kao da to zgleda ogabno, da ne znam kuhati. What the fuck? Ko sem bila na Masterchefu, sem zajebala filane paprike in folk se je spravljal name, kuda konc sveta za filane paprike. Pač s čim se folk ukvarja. Tako da, me ne briga. Jaz sem enkrat bral grde komentarje od, poznaš to Nina Grilc, ki je bil njen mož smučar, se je zelo znana, ima prek 100,000 sledilcev na Instagramu. Njen mož je bil smučar in se je ubil in je ona ostala sama s 3 otrokom in dela kot influencerka, je zelo uspešna, ima dobre sponzorje, ampak ne, drugače pa zelo tragično življenjska zgodba. V bistvu njen mož je prej umrl, prednje je ta 3. otroka rodila, glih noseče je bila, ne. In tam na enem forumu, ti starševski človek, koliko so čez dno plovali, pa kako so grdo pisali, pa ona ni taka konflikt, da bi kdaj karkoli kaj grdo komu odgovorila, ker jaz, če kdo meni grdo odgovorim, tudi jaz nazaj grdo odgovorim, ne. Mislim, za njo pa res ni razloga, da bi kdo kaj grdega napisal, ne bi prej vsak mogel napisati, carica si, da ti je takole ratalo s 3 otrokom, da si preživela, da imaš sploh še voljo v življenju. Ko vidiš to, da tako hejtajo, pa se nimam jaz kaj sekirati, če mene hejtajo, ne, tako da... Moja mama, ona na primer že tako 10 let nosi igrače v bolnico vsak božič, tako igrače za 2000 evrov zbere, ful igrač, in pole pač objavi na Facebook, samo tako slikco z otroci, ko so veseli. In kdaj je dobila kakšne komentarje, da to dela samo za pozornost, da ne se ustavi in pač, what the fuck. Tu pa res ni nič kaj slabega, da je naredila, ker samo hoče pomagati otrokom, ki preživijo božične čase v bolnici in folk se spravlja na njo. Pač kakšne je bolj punce večinoma, več ali manj. Da dela to samo za pozornost. In te, ki to pišejo, ne, to je moja teorija, pa mislim, da je ta prava. Tem ljudem najbolj pozornosti manjka. In zato jim gre na živce, ker drug ima pozornost, oni pa nimajo. In oni bi tako na svet rad pozornosti. To tudi meni toliko piše, da nisem v pozornosti, ko sem bil otrok, da zdaj pa moram s tem snemanjem pozornosti iskati. Ne, to so... Mislim, to, kdaj se res vprašaš, kaj je s tem ljudem narobe. Ne. Je pa dobro, če to tvoja mama objavi. Tudi mogoče še koga drugega spomen pa spodbudi, da bi še on igrače zbral, ker veliko ljudi ima cel kup teh igrač, otroci so odrastali, ne, nekateri pa tega nimajo in bi bilo mogoče lepo, da to zbere, pospravi stanovanje, pa še nekomu dober naredi, ne, tako da to je siguren to, ja. Lahko našteješ pluse pa minuse ustvarjene na OnlyFans. Zagotovo je veliko plusov, nekaj pa tudi minusov. Plusi so, naprimer, če si uspešen, ful kešajo temu, pač tako res ful, ampak moraš ful vlagati v to. Niti treba hoditi delati. To mislim, da je plus.
Več plusov pa ne vem, če je. Edino denar. Pač to. Minusi so pa, ne vem, težko bom dobila fanta, moja družina ve, kaj delam, za vse sem kurva, tudi če pač tu so samo slike. In ljudem pač bojo hejtali. Imajo predsodke. Doskrat si menila, da dobro zaslužiš. Kaj zaslužiš boljš kot zdravnik, rečemo? Koliko je na primer plača od zdravnika? No, zdravniki zdaj po koroni se mi zdi kar dobro zaslužijo, ampak pa dobro, lej, mogoče dajva reči poslanci imajo okoli 3 do 5 tisoč evrov. Ja, zaslužim ful Več več. Nažalost, ja. Se mi zdi, da bi morali zdravniki ful več služiti, kot OnlyFans punce. Pač to mi je ful žalostno. No, vse zdravniki več zaslužijo. Zdravniki po mojem kar do 10 tisoč evrov pride. zmeraj več. Še zmeraj več zaslužiš. Pa lahko gledalcem poveš, koliko zaslužiš, ali je to skrivnost? Ok, bom rekla tako. Ciljem do konca tega leta priti do 500 000 na ameriškem profilu. V enem letu. Ja. Tu bom rekla. To je pa... Ne, to mi je cilj, ni še toliko, ampak to mi je cilj. No, vsi cilje človek mora imeti boljš malo večje, ka malo manjše. Ne? Zdaj si pa lahko Tako da, predstavljate, vse račune ste 12 mesecev. ja, eni bojo zelo navošljivi, ki bojo to slišali. Ne? Pač je bi ga. Plačam svojo ceno, da to delam, tako da je bi ga. No, kaj plača svojo ceno, ki si zdaj rekla? Ja, tu To, slabe da ne- stvari, ki sem naštela. Aha. Drugi me imajo za kurbo, fanta ne bom imela, družina ve, kaj delam, pač je bi ga. Ampak te ne bi bil en fant vesel punce, ki 500 000 na leto zasluži. Vse drugače eni bi me imeli, tudi če imam pač OnlyFans, Ja. ampak ponavadi so taki, ki se ne ujamemo. Ne vem, če je fant meni všeč, me neče imeti, ko imam OnlyFans, če sem jaz njemu, pa mi meni ni všeč, tako da težko Ja. dobiti nekoga, da bi se ujeli. No, pa trenutno imaš fanta, Ne, sem samska. samska. Ja. Kakšni fantje so ti pa všeč? Nimam specifično tipa. Ne sme biti črnc. in ne sme biti debel. Pač to mi je pomembno. Okay, če ima malo tako špehca, me ne moti, ful mi je pomembno, da ni debel, da ni črnc in ne. Praviš, ni črnc, ampak jaz pa ful Slovenk poznam, ki si želijo s črncem. Ja, eni in ja, tudi ne. Slovenke hodijo veliko v turizem, v Afriko, ravno z namero, da bo črnca dobila. Tako da, Ne, jaz pa nisem od tega. kaj pa razlog? Ne maram. Ne maraš. Pač ni, da imam slabe izkušnje, ne vem, moja preferenca. Pa se tako čez čas, mislim, imaš namen si družino ustvariti, otroke imeti in tako naprej. Ne vem. Pač družino, ne vem, za otroke, kdaj razmišljam za ja, kdaj pa da ne. Zato, ker ful je verjetno dosti ljudem tako pač mamicam prvih par let je ful naporno in jaz ne vem, če bi pripravljena bila iti čez ta stres, zato ker je res težko tudi zaroditi, pač ful, ker slišim druge, da boli, pač sploh si ne morem predstavljati, tako da res ne vem. Mogoče čez par let, ko bom bila bolj odrasla in ko bom videla, kako je na stvari mogoče. Praviš, ful boli zaroditi. Misliš, da to ženske, ki so rodile, ne povejo malo bolj dramatično, zato Ne. da bi se malo zasmilili? Ne. No, jaz nisem pa še nobeno slišal, da bi bilo to ful hudo. Prav sam roditi. Bolj imajo nekateri probleme, da zanosijo, da pa roditi, pa nisem še slišal. No, tako da. Nočem vedeti, vsaka čast vsem mamicam, ki ste rodili. Ti imaš še kakšnega brata, sestro? Imam sestro, Sestra, mlajša, starejša? Starejša. Drugače pa tako, no, jaz vidim moja generacija žensk, ki so se odločile, da ne bojo imele otroka,
so zdaj pa večinoma vse videli, da je to bila slaba odločitev, pol tam nekje po 40, takrat, ko so že malo prestare za to, ugotovijo, da bi pa imele otroka in takrat jih začne malo žrti in potem živčne ratajo, nekatere tudi malo tečne, pa tako naprej. Tako da ne vem, kaj je pametna odločitev, ampak vidim pa, da veliko žensk to obžaluje. No. Za žensko je še bolj problem, kot za moške, ker moški lahko le to malo kasneje, pa če ne drugega se lahko to lažemo, se imam še čas, ne, pa ženska, ki je pa enkrat pač tega časa ni več, ne, tako da... Ja, tu pač zase bom videla, moram še malo odrast, verjetno. Nimam Sej, koliko si stara? 20. 20. OnlyFans si odprla takoj po 18. letu, ali kako? Ne, OnlyFans sem odprla, ko sem imela 19,5. 19,5. Se pravi, pol leta ga šele imaš. Ja. In že tako dobro to gre. Ja. Super. A je tukaj potem vidiš še možnost, da te zaslužke še povečaš, podvojiš, potrojiš, ali je nekje ena meja, ki pač... Vse se da, če se potrudiš. Ful moraš vlagati v promocijo. In vase. In kaj je promocija v tem tvojem primeru? Na Instagramu, da delaš, TikToku, socialnih omrežjih, v bistvu da rašč s tem, da več ljudi vezate, več pač ljudi, ki so se pripravljeni naročiti. Omenila si tudi nekje, da moraš, ko začneš vsaj 1000 evrov vložiti v promocijo, ne? Kakšna promocija je to mišljena? Na socialnih omrežjih. Se pravi, plačaš Instagramu, da te boosta. Boosta. Aha. In kaj tu daš? En video objaviš ali pa eno slikco in daš boost, da pač vidi več ljudi, ali so kakšne... Ne, pač kar češ, samo da te boosta. Samo je pa res, če ne bo high quality pic ali pa kaj, te ljudje ne bojo followali ali pa dobili. Misliš, dosti kvalitetna slika? Ja. Aha. Kaj pomeni kvalitetna, mislim, to kvalitetna pomeni kot zanimiva, ali da je dobra resolucija, pa to dobro se to... Vse, pač, ne vem, mora biti, ne vem, pač dejansko vse, kakšen si ti na sliki, kakšen je pač ta quality kamere, odvisno tudi kaj slikaš, pač vse je odvisno. Je pa na ameriškem trgu ta promocija veliko dražja, ne? Na Instagramu. Ja, še kar. Na to, da je pač Amerika ful velika, moraš se ful bolj truditi za to. Za Slovenijo in tako za džabe. To je majhno. Pa je mogoče tako, da si kdaj pomislila, da se za Slovenijo sploh ne splača delati, ali je tudi za Slovenijo ful dober? Ne, pač tudi za Slovenijo se splača. Bi pa ne vem, komu, če bi nekomu, če bi svetovala eni ženski, ki se odloča, da bi to začela, bi rekla, da najprej v Sloveniji začne, ali kar obe dvoje takoj. Ne vem, zdaj, jaz povem iz mojih izkušenj, jaz sem prvo v Sloveniji začela in pole počasi rasteš. Da prvo se navadiš, vidiš, če ti je sploh to všeč in pole se odločaš, če hočeš še več. No, verjetno se tudi v Sloveniji se malo naučiš, da sploh vidiš, kako sistem deluje, pa tako naprej, ker to rabiš malo prakse, po mojem, brez prakse ne gre, ne. Kaj so bile pa najbolj nenavadne stvari, ki so jih ljudje od tebe hoteli, da jim posnameš? Tako, najbolj hard, kar je bilo, da bi se snemala, kako kakam. Pač, meni mi je to ful čudno in pač sem ne. Koliko ti je pa človek za to ponudil? Ima tako, ne vem, 1000 evrov. Samo ne. Ok, kakšne 10,000 že ima za 1000, da vidi to cela Slovenija, ne bi tvegala.
No, za 10.000 bi tudi jaz, zakaj pa ne mislim. Se to vsi počnemo, tako da ne. Ampak zakaj pa misliš, da to človeka sploh zanima? Ne veš. Fetiši, ja. Kaj so pa take, lahko našteješ par stvari, ki je največ povpraševanje, ki ti največ rečejo? Dosti povpraševanja imam po pač seks posnetkih, ampak tega ne delam. Ali pa da bi s kakšno punco naredila kolab, ampak tega tudi ne delam. To pa tudi to. Drugo bolj kakšne normalne stvari. No, kaj pa so te normalne stvari? Kaj Vem, sama sabo, z igračkami ali pa kakšne lepe slikce in to pač tudi to. Imaš kakšne Ali pa zanimive? noge, Ali pa kaj? stopala. Kaj stopala? Da slikam stopala, tudi da ni všeč. Aha, sem stopalo slikaš in človeku všeč. Ne vem, zdaj je mene malo cajt povozil, da nekih teh stvari ne razumem, ampak da bi zdaj da mogo plačati, da me ena stopala slika, ne razumem čisto. Pač eni imajo fetiš na to, Ja. tudi jaz tega ne razumem. Imaš kakšne take zanimive prigode iz OnlyFansa, ne vem, da sigurno nekaj tazga, ne vem, ti je bil kdo simpatičen, se je kdo skregal s tabo, je kdo kdaj kaj reklamiral, da ni ok, ali kaj Nek tazga. tip Ja. me stalka že tako, kakšne take prigode slabe so stalkari. Ja. Nek tip me stalka že tipo 3 leta in tudi v živo me stalka. Se pravi, da te zasleduje, da bojo gledalci vedeli. Je bil pod mojim stanovanjem, na žur je prišel in me dobesedno 4 ure gledal v kotu, ne tega delati, ker bom prijavila policiji. Pač eni so res prizadeti, pač ne razumejo, da to je dejansko služba in ne zdaj, da bom jaz dopuščala te stvari, ker ne bom. Bolj take. To so še slabe stvari OnlyFansa, ki si prej vprašal. No, tega se je kar malo zaustrašiti. En fant, glih tako, ki se je še kar zaljubil v mene, pač ne, in mi je šel udirati v moj Instagram profil in mi je grozil in ne vem kaj vse. Pač, what the fuck, mona odjebi, se ni tako deep vse skup. Eni so prizadeti. No, zaljubljen vate pa ti grozi, mislim. Ja, pač dobesedno zaljubljen vame. No, ampak jaz to ne razumem, da ljudje ne zastopijo, ne. Mislim, tudi če sem jaz v eno zaljubljen, pa če ona ni v mene, moram jaz to razumeti, ker je tudi kakšna v vame zaljubljena, pa jaz nisem v njo in pričakujem, da ona razume, tako moram pa tudi jaz pol razumeti, če sem jaz v eno zaljubljen, pa če ona ni in tudi ne vem, zakaj bi si želel z eno biti, ki ni vame zaljubljena, to je prvi pogoj. Ne, tako da. Ko sem šla v Instagram, sam vidim, da je tip iz Pirana prijavljen v moj Instagram, jaz sem pač popizla. Če kako prijavljen, a ti je pol udaril Instagram? Ja, mi je udaril Instagram. Aha. In tudi grožnje pošiljajo moji prijatelji, da mi bo kao shek v OnlyFans in take stvari pač. Rok se kliče, bom povedala javno, da ga kdo zmlati. Jutri bo po slovenskih novicah, da so v Piranu enega pretepali, enega Roka in... Če to je creepy, ne moreš tu delati, pač zastopi, to je moja služba, ne zdaj, da se bomo poročili. No, ampak če bi ti enega dobila, pa da bi mu ene 2 okoli 6 dal, ne, bi pol imela mer, po mojem. Pomaga to sigurno. Kaj da? Da bi ga 2krat klafutnil, bi pol imela mer verjetno, tako, kot si rekla. Ne. Dobar, v Instagram profil ti je udaril, kaj je to potem pomenilo, da... Je bil prijavljen v moj Instagram, lahko mi je bral sporočila, videl je vse, kakšne profile imam jaz, pač vse je videl. On je sam noter šel, ker ponovadi tako naredijo, če ti nekdo udre, ti spremeni gesto, da tudi ti pol not ne moreš pridati, ne. Ampak on je pa sam prišel noter in spremljal vse skupaj. Kako si pa to ugotovila? Ko sem šla pogledati, pač potem, ko mi je prijateljica povedala, da je pošiljal pač njej grožnje zame, da mi je dejansko grozil,
Pa sem pač šla polet v Instagram, ker v Ja. teh sporočilih je bilo tudi, da mi bo udaril v profil OnlyFans. Pa sem šla polet v Instagram in je bil v mojem profilu. Sem samo videla, da je bil prijavljen že 2 dni s Pirana. Pač, Aha. what the fuck. No, pa ni šlo prijaviti v policiji. Jaz bi to pošel, mislim. Ja, jaz bi tudi samo, ne vem, če pač Slovenija dejansko bi ukrepala za take stvari. Ja, čakaj, veš kakšno, Imamo kar slabo policijo, bi rekla. ampak dober, tudi da ti nekdo v Instagram profil udre, ne. A rečemo, da tudi ti posledično zaradi tega Instagram profil zgubiš, človek se to sploh ne zaveda, koliko je to zate vredno, ti bi ga Ja. pol lahko tožila za, po mojem, par 100.000 evrov. Sej bi, samo ne vem, če bi Slovenija kaj ukrepala. Pač res ne vem, če bi jih brihalo na policiji, da bi take stvari prijavila. Sem pa rekla, da drugič, če se bo še kaj zgodilo, bom pač šla na policijo, ker imam puhan kurac počasi. Ja, se tu moraš iti. Meni tudi pišejo take neumnosti. Zdaj mi je en napisal, ne, da imam veliko denarja, ker drogo prodajam. Pa sem mu napisal, sem rekel, koliko pa misliš ti, da sem jaz že prodal tega, pa je napisal okoli 100 kil. Mislim, jaz Ja, droge nisem nikoli niti probal, niti nikoli nobenemu v rokah, tako da to je čist. No, pa mi pišejo nategator, pedofil, vse ljudje kar zmišljujejo. Mislim, to ni. In sem so si že Slovenci. velikrat sem si rekel, bom enega pa šel res na policijo prijaviti, da bom tudi videl, kaj bo. Ampak po parih dneh me ta jeza mal mine, pa ne grem Pač, če ti nobenega. napišejo Ampak hate komentarje, ti tega ne moreš prijaviti policiji, ker ne bojo nič naredili, ker jih ne briga to. Če bojo pa šli kakšno čez mejo, pol pa lahko. no, če mi napiše, če me obdolž če javno v komentarjih napiše, da jaz prodajam drogo, pa da sem jo že več kot 100 kil prodal, mislim, to je, ljudje vidijo, to je neresnično, to je blatenje mojega imena. Mislim, to je sigurno kaznivo dejanje, ne? Tako da to sem prepričan, tako da. Še kakšna mogoče taka prigoda iz OnlyFansa zanimiva, ki bi gledalce V zanimala? fitnessu nek tip me sliku, tako 50 let, na skrivaj. Pač, Ja. ker sem telovadila, pač pusti me na miru, da telovadim. Ja, pa misliš, da te je zato slikal, ker ve, da si na OnlyFansu, ali te je kar tako zato, ker si mlada, lepa Pač. punca? Nima kaj slikati človeka, ki telovadiš, v kratkih hlačah, ki delaš počepe in ne vem kaj. No, Prideš do človeka, vprašaš, če se lahko slikamo, ne pa, tako je bil. Tako je bil in pokaj sem ga pogledala, bil hitro tako in šel proč. Ja, ta je grda, ja. No, jaz tudi na potovanjih vidim, meni ljudje tam, ne vem, prideš nekam v Azijo, v neko vasico, pa to kar na polno ljudje slikajo, ljudje ne, mislim, vprašaj, si ti bojo dovolili, ne. In jaz moram tako taktiko uporabljam, vprašam, če se jaz lahko z njim slikam, ne. In pa tisto bariero, bom rekel, umakneš, pol nima pa tudi noben nič proti, če njega tudi sam ga slikaš, ne, tako da to je res malo grdo, da kar tako slikaš, ne, pa pa veš, zakaj to človek, kaj bo s tem pol delal, mislim, lahko tudi kaj izsiljeval, ali pa kaj tazga, nikoli Ja, ne veš, res ne, je. tako da, ja. Ti pa zdaj živiš v Kopru, ne? Na obali. Na obali. In glaven cilj je tep, da si kupiš hišo Ja, ali pa stanovanje. ali pa stanovanje. In to v Kopru, se mi zdi, si rekla nekaj. Ja, pač na obali. Na obali. Aha. Je bil tudi to glavni motivator, da si šla? Ja, to je bil definitivno glavni. No, ampak ta hiša bo pol zelo hmal, če se ti Ja, tole... upam. A mislim, stanovanje si rekla. Pač srčno upam, da bo letos, da bi vselih vzela kredit. Zakaj kredit, če to zaslužiš? Saj- Ja, so kar drage stanovanja in hiše, vsaj v Kopru. A ja. Je v Ljubljani zdaj okoli 4 do 5 tisoč evrov kvadraten meter, ne? Pa če 100 kvadratov je to 500 tisoč. Ti pa praviš do konca leta 500 tisoč sem na ameriškem. Bomo videli. A je Lahko bil- tudi, da mi ne uspe, ne. Pač še zmer mi je plan vzeti kredit in pač pol bom videla sproti. Še zmer moram,
Ja, bom bila sproti. No, se pri takih prihodkih boš tudi kreditno zelo sposobna, Ja. tako da po mojem. Rabim čakati do avgusta, da ga lahko dobim. Aha, So kaj eno leto po odprtju SP-ja lahko vzamem kredit. aha. Ja, to je pač, to moje banke se hočejo kar zagarantirati, ja, tako da je kar težko dobiti, no, mislim, posebno. Zdaj, če je firma 20-30 let, se malo lažje, ne, če je pa tako, je pa težje, ne. Drugače pa ti prihajaš iz Krasa, ne? S kje pa? Iz Goriških Brd. A ni to Kras? Pa veš, da je to na ChatGPT opisalo. Prav z Krasa. A ja, no. Kje je skrasa? A zame? Zate, ja. Ne, iz Goriških Brd. Aha. Delala si slaščičarsko šolo, ne? Ja. Srednjo. Si tudi že delala kot slaščičarka, ne? Ja, sem delala. Koliko časa si prej delala, preden si šla na Masterchefa? 3 leta. Aha. Koliko je pa tam bilo plače, rečemo? Kje? Mislim, koliko si bila plačana? V slaščičarstvu? Ja, 1300. 1300, se Pač pravi to ni pol. nič, jaz sem toliko najemnine za stanovanje zdaj. Aha. Se pravi, se OnlyFans veliko bolj splača, ne? Ja. Kako da Pa še si... mi ni treba delati. Ti pa misli, za slaščičarstvo sem delala vse praznike, nova leta, moj resni dan, vikende. Kako pa da si šla na Masterchefa? Zato, ker sem hotela iti, pač, že odkar sem bila majhna, tipo 2. razred. In pač mi je bilo to nekako življenjski cilj, da bi šla na Masterchefa. Tudi sem se ful pripravljala na to, da bi zmagala. Samo pač ni mi bilo usvojeno očitno in sem se nekako zajebala, da sem šla tako mlada. Bi morala počakati še kakšno leto, da se malo bolj pripravim, še v kuharskih sposobnostih. No, sem glih mislil to vprašati, če prej si rekla, da si bila premlada, ne, sem te hotel vprašati, če mogoče nisi premlada, da bi zmagala, ker, a misliš, da tam na Masterchefu res najboljši zmaga, ali je to tudi kombinacija dobrega, všečenega, pa tudi komisija mogoče in sama televizija gleda, kaj je za njih najboljš, kdo da zmaga in tako naprej. Pač definitivno nekako ne zmaga najboljši, ti rabiš imeti tudi srečo z izzivi, ko kuhaš. Ja. Jaz naprimer, ne vem, jaz sem izpadla, preden so se lotili slaščičarski izzivi in vem, da tiste izzive bi takoj naredila. Ena punca, ker je izpadla po meni, je 3 izzive prišla gor samo s eno in isto jedjo, pašto s paradižniki, ampak je prišla gor na balkon, ker je zmeraj bil nekdo slabši. In pač tudi odvisno je od izzivu. Kaj pa od same Ti komisije, naprimer lahko greš 10-krat gor televizije? samo z skupinskim izzivom Ja, in dejansko nič ne kuhaš. se pravi, veliko je pol tudi od sreče odvisno. Ja, večinoma je odvisno od sreče. Pa računaš, da bi še kdaj šla v Masterchefa, oziroma a sploh 2-krat sprejemajo, a ne smeš samo enkrat greš lahko? Bi pa šla z veseljem čez kakšno leto. Aha. Ja, veš, pol je pa res za razmisliti, a iti Ja. letos ali počakati še 2 leta, da se malo zverziraš, da si malo starejša. Jaz sem šla na Masterchef s tem razlogom. Slaščičarka sem, to znam. Kuhati itak se bom pa naučila tam. Ni tako, kot oni govorijo. Ti dejansko tam se naučiš kuhati, pač ti se moraš vse sam učiti. Tu sem pa ful zamerila Masterchefu, ko pač lažejo. Kao največja kuharska šola, ni tako. Pač ti se dejansko sam učiš na tistih njihovih tečajih, ki so enkrat na teden. Tako da je vse malo bolj... Kaj so pa tukaj pri Masterchefu plusi pa minusi? Plusi so sigurno prepoznavnost. Pač plus je prepoznavnost, malo odvisno je, kako boš to izkoristil, če boš šel po pravi poti. Minusi so stres, ful stresa tam. Jaz, ko sem šla, me so mi tako odpadavale lase. Kaj, lasje so ti začeli izpadati? Ja, ko sem bila to, pač tam je res tak stres. Naprimer ti, da greš na neki izziv in
ne veš, kaj bo. In kaj, naprimer, če ne boš nič skuhal, da samo zmrzneš tam, da ne daš nič na krožnik. In pač ti moraš en teden vnaprej se stresirati, kam imaš izločitven test, če slučajno ne boš znal. Plus je pa zanimiva izkušnja. Je pa pol tudi verjetno lažje, kje službo dobiš, pa malo bolj si plačan, pa tako naprej. Ne, plačan nisi popolnoma nič boljši. Misliš, da neka gostilna, neka restauracija, da ne bi nekomu več dala plačati, zato ker je bil na Masterchefu. Če zmagaš, ja. Ne vem, če priješ top 10 ali pa manj, pač nima nič veze. Ti si bila kako vrščena? Od 19 jaz sem bila 13. 13. Sem naredila surovo pašto. Kaj te je? Ker sem naredila surove raviole. Aha, se pravi, premalo si skuhala. Ja. Marja, še vsak dan razmišljam od tega, ko mi je žal. Dobro, ampak Važno, se še ljudem, kot so, ne vem, skakalci, ki zdaj vsi zmagujejo, ne vem, Domen Prevc, pa tudi da je slabo skoč, tako da to se naredi. Ne. Kaj pa imaš, glede na to, da zdala ta šov čez, bi šla še v kakšnega drugega, kmetijo, ljubezen po domače, ki praviš, da fanta nimaš, ali pa poroka na prvi pogled? Zdaj sem dobila mail. Ja. To dvojma, ne, to ni zame. Šla bi na kmetijo, Matja bi šla ne dejansko tekmovat, ker sem fiks, da tam ne bi zmagala, ker nimam pojma od tega, ampak bi verjetno bila fajn izkušnja. No, se ni važen sam pojem, če si dober tisti dvobojevalc, čeprav moram reči, da to zelo malo gledam, ne, ampak če si dober dvobojevalc, že ko prideš, te ne postavijo, ko se bojijo, da boš koga izločil verjeten. Malo je tudi v sreče, malo je v taktike, ne, tako da je pa kmetija, se mi zdi, kar dobro gledala zadnje čase, no, tako da Kmetija mislim, da je najbolj gledan slovenski šov, ali pa Masterchef, pač eno od teh dvojih. Mene so tudi na kmetijo povabili lansko leto, si ne morem zaradi posla privoščiti. Ne vem, če bi še kaj dlje časa bil noter, 2 meseca nemogoče, pa bi drugače rečel, zelo rad. Ampak, če mi je dal samo možnost, da imam, ne vem, 10 minut vsak dan možnost telefon, da vidim, če me je kdo klical, internet mi lahko zablokirajo, noben problem. Se tudi, da se lahko vse zmeniš. Mislim, da ne. Jaz sem jih vprašal, pa so rekli, da ne. Pa sem rekel, ne vem, če mi kdo umre v končni fazi. Ne. Ja, so rekli, to bi pa vas mi obvestili. Ja, to te obvestijo. Tako da, ampak meni je to premalo, no, ker bi bil pol zaradi tega živčen, ker ne bi vedel, kaj se dogaja. Ne. Čeprav grem tudi na potovanje za 1 mesec, ampak to imam telefon, me lahko človek pokliče, lahko jaz drugega pokličem, lahko maile pišem. Vse, če karkoli narobe zvem, ne, tukaj pa ne bi nič mogel, bi me pa to malo motilo. Mi je pa to zelo zanimivo, ker me zanima, kakšen bi spal, kdaj koga gledaš, pa rečeš, zdaj pa ne bi taka budala izpadal, ne. Ampak ne veš, dokler nisi tam. Jaz leto želim kmetijo sem zaradi tega, ker je Mark noter. Ker drač nikoli nisem gledala kmetije. Sam je fajn ga gledati. S tem Markom ste enkrat tudi nekaj snemali, ali kako? Se poznata, ne? Ja, se poznamo. Za OnlyFans smo naredili par slik. Samo tako, za foro. Nič kaj resnega. On tudi na OnlyFansu dela, ne? Pa gre tudi njemu tako dobro, kot te pa... Pač malo manj stu, ker je moški, ampak še zmer mora. Odvisno, koliko se potrudiš. Zanimivo, ja. No, jaz kmetijo, kdaj jo pogledam, ampak bolj malkrat, no, tako da... Ja, je pa zanimivo, no. In ja, bi šel, če bi mi telefon dal. In v katerkoli resničnostni šov bi šel. Tako, ne vem, si želiš priti na visoko goro, nimaš nič od tega, ampak da vidiš, a zmoreš ali ne zmoreš, in tako bi tudi meni bilo tukaj, da vidim sam sebe, da vidim. Če bi pa budala izpol, bi pa rekel, ok, pa nekaj izkušnja, da bom pa drugič boljši spol. Za eno boš izpadel dober, za eno slab.
No, verjeten to sploh ne, ampak ja. No, se meni bi bilo važno, da bi bil sam s sabo zadovoljen, ne? To bi mi bilo ta glavno. Ne? Kaj ste imeli pa s Timom psom tudi neko No, v bistvu mačkan on je- dramice? V bistvu on je imel probleme z mano. Jaz za njega sploh ne vem, kdo je, nisem nikoli se nisem spravljala na njega, niti ga omenjala. On je v bistvu samo imel mene po ustah in v bistvu sam sebi sedel v promocijo preko mojega imena. Saj se te pol tudi opravičil, ne? Ja, Si je sprejela opravičilo. pač rekla sem, da je ok, ne vem, sploh ne razmišljam od njega. Vse pol so vsi videli, kakšne pizdarje delujem, ko so bili tisti viralni posnetki. Pač je bi ga. Vsak bez zase kaj dela. Ljudje, No, jaz ljudje, mislim- ki največ žalijo druge, imajo največ problemov sami. No, enem grejo influencerke na živce, ne? Tudi njegov brat doskrat kakšne take storije objav, ne? Pa v meni influencerke pa to, ne? Jaz ne vidim potrebe, da bi mogel koga žaliti. Jaz mislim, da je tudi influencerstvo zelo težak posel. Ni to kar tako enostavno, da bo denar kar padal, ne. Mislim, veš kako, tudi če nekaj delaš za neke naročnike, pa to nikoli ena moja prijateljica to dela, ne. Veš, pa slišiš, je dobila kakšno ful dobro firmo za sodelovanje, pa rečeš, wow, to pa je. Pa pol na koncu vidiš, da niti neki velik ne plačajo, da je bolj vzela samo zato, da se lahko pohvali, da dela za to dobro firmo, drugače pa ful zahtevajo. Pa moraš vse v predpogled poslati, pa to ni dober, pa on ni dober. Tako da je to na koncu petkrat več dela, kakor misliš. Ne? Tako da jaz mislim, da noben, ki se z influencerstvom ukvarja, ne zasluži na lahek način. No, dobro, jaz sem tudi že podjetnik 35 let in tudi, skoraj ne poznam podjetnika, ki bi na lahek način zaslužil, mogoče 1 na 1000. Zdaj se ga zdaj ne spomnim. Ne? Tako da vsi morajo delati in zdaj, če dela, pusti druge ljudi primer. Ne? Jaz sem tudi njegemu na podcastu, sicer se mi zdi v redu fant, nimam nobenega slabega mnenja v njemu, ne. Ampak jaz mislim, da je tudi malo za pozornost izkoristil, pač lovi sledilce, saj tudi njemu je težko, ne, sledilce dobiti pa tako, ne. Komu? Ja, Timu, ne. Ja, to ne pomeni, da izkorišča zemljo od drugih in jih žali. To se pa tudi strinjam s tabo, ja. Ko moraš biti šut, da se narediš kaj takega. To se tudi strinjam, ja. Si imela še s kom kakšne take zaplete? Nek Beki, vem, da je objavil ful video od mene in me žalil. Aha, ta iz TikToka, ne? Ja, nikoli mu nisem sploh odpisala, naredila nobenega videa, ta sem samo pač pustila stati. Če se on dobro počuti, da po poklicu žali 20-letne punce, pole ok. Dober poklic ima. No, jaz sem tamle na Facebooku tudi objavil, da imam tebe v gostih in če ima kdo kakšno vprašanje zate. In vem, da je en napisal, da si slab vzgled za mlade. Kaj bi na to odgovorila? Ker tako po mojem je tudi ta Beki po mojem je tako komentiral, ker vem, kdo je na TikToku in pač... Lahko sem jaz slab vzgled za mlade, ker imam OnlyFans, ampak tudi, če ne vem, 30-letnik žali 20-letnice, tudi on ni dober izgled za mlade. In pač odvisno, s kakšne strani se vzameš. Ok, če gledaš z OnlyFans platforme, jaz sem slab vzgled za mlade, ma to ne pomeni, da morajo oni iti po meni. Jaz imam svoje življenje, delam krčem, noben ne bo mi govoril, kaj ne delam. Kar se tiče pa Masterchefa, naj se zgledujejo po temu, da sem šla še kar mlada. Ne vem sploh, kaj da rečem.
Pač jaz ne bom delala nekaj, kar nočem zaradi tega, da me bo nek 7-letnik gledal in se zgledoval po meni. Pač tisti, ki me spremljajo zaradi tega, da me podpirajo, ma to ne pomeni zdaj, da se morajo iti subscribe na moj OnlyFans. Jaz mislim, da tu se morajo bolj mame sekirati, kaj delajo njihovi otroci. Če ti pustiš 7-letnemu otroku pač iPhone, da ga bo imel, pri 7 letih pač ne vem, ali sem jaz slab vzor ali je mama slab vzor. Tole si pa zelo dobro povedala, tako da... Ja, pa če res ne upa neka mama komentira, da je slab vzor za njenega sina, če ona mu pusti telefon. Vse ga ona vzaja. No, ampak bodimo iskreni, koliko žensk bi v Sloveniji bi reklo, da ne bi to delalo, če jim garantiraš tak zaslužek, ki ga imaš ti. Da bi delalo? Ja, jaz mislim, da 99% bi delalo. Tudi jaz. Jaz sem tako. Še mogoče 99,9, najbrž 99, mislim, kdo ne bi za to delal in... Bolj moralni tudi fanti bi delali, če bi bile punce. Jo, seveda. Pač unika reče, da ne, se laže. Pač sej vem, eni res so ful proti temu, ma večinoma ljudi, če bi imeli iste možnosti, kot jaz, bi delalo. Ker pač, zakaj bi se hodil 10 ur delati za minimalno plačo? Ti dejansko isto oni prodajajo svoje telo, ki se jim pač delajo za druge. Zakaj ne bi jaz izkoristila tega? Na lahk način. No, lej, jaz te popolnoma razumem, tudi jaz bi. Tudi jaz sem razmišljal sicer, ne vem, če je to sploh kakšna možnost. Jaz veliko potujem, dobro poznam svet in tako naprej. In sem razmišljal, da bi kakšnem bogato poročenem ženskem nudil, da jim grem kot vodič na potovanje. Ampak bi to računal 1000 evrov na dan, rečemo, ne? Plus stroške. Ne vem, a zdaj za to obstaja kakšen trg ali ne obstaja. Ne vem, po mojem obstaja. No? Po mojem obstaja, že zato vem, da obstaja, ker sem v Bosni enega tipa spoznal, ki je Američan vozil, v Ljubljani jih je pobral, v Dubrovnik jih je odložil, pa je šel čez Slovenijo, Hrvaško, pač potovanje. In je prepovedal, da ljudje ta potovanje plačajo, ne vem, koliko 15-20 tisoč evrov, ne, tako da ljudje imajo denar in ja, zakaj pa ne, tako da... No, kaj pa si mogoče razmišljala, misliš, da pa bo pustilo to na tebi kakršne koli posledice? A čez leta? Čez leta, ja. Pač, ne vem, če bom ostala v Sloveniji, verjetno ja. Ma ljudje se ne bojo sekirali, če... Ne mislim na ljudeh, to tudi za ljudi bolj itak, mislim na tebe, rečemo. Psihično? Psihično ali ne vem. Pač ne moram gledati, kje bo čez 10 let, kaj lahko, ne vem, jutro umrem. Pač zakaj bi se sekirala, kaj bo v prihodnosti, če živimo v sedanjosti. Pač lahko zdaj, ko se zafuram od tebe do Kopra, imam prometno nesrečo. No, to ja, ampak pač tako razmišljam, ne vem. Mogoče ne boš mogla biti v zvezi z fantom zaradi tega. Pa ti bo lahko všeč, pa ne boš mogla biti, ne vem. Tisti fant, ki me bo imel rad, bo sprejel. Bom pa bila samska. No, ne vem, ker le viš... Se bom pa jokala vsak dan, da grem spat. Včasih je tudi problem velik denarja, ne? Tudi, vidiš, slišiš oni slavni, ki imajo milijone in milijarde, v depresijo padajo, ne? Bi vsi mi rekli, mislim, dej mene postav na njegov mest, bom samo užival, ne bom v depresijo pol, ne? Ampak oni padajo v depresijo, ne? Tako da... So njihove stvari. Lahko imajo tudi druge probleme za sabo. Ne vem, no. Kako pa gledaš na to, to si tudi omenjevala v drugih podcastih, da te imajo za kurbo, zato ker pač delaš za OnlyFans, ene, ki imajo pa večji body count, kot ti, pa jih nimajo.
Ja, pač, ne vem, ljudje ful mislijo, da si kurva, če imaš OnlyFans, čeprav samo pošiljaš nahe slike. Bodimo realni, večinoma ljudi mojih let si pošilja med sabo nahe slike, zdaj pa ne bi tudi jaz, ampak da računam za to. Pač ali pošlješ zastonj, ali računaš za to, jebi ga. Samo ja, eni pač te imajo pol za kurvo. Čeprav ni to lih tak pomen, ma jebi ga. Spoštujem njihovo mnenje. Kaj pa, če bi ti nekdo ponudil, ne vem, ful velik denarja, da se dobita pa seksata, bi to sprejela ali ne bi? Rečemo velik denarja, ne vem, 30,000 evrov. Ma ne vem. Ma ne vem, 30,000 je dosti, ima tudi malo po eni strani za tako stvar. Kaj pa 100? Ja, za 100 jih še 2. Za 30 pa ne vem. Ne vem, za 30 pa res ne vem, zaradi tega, ker tudi dejansko dobim s slikami. Ok, ajde, 50, mogoče bi. 30, ne vem, če bi. Manj pa definitivno ne. Si gledala film Nespodobno povabilo? Najbrž nisi, ker ta film je bil posnet še prej, ko si se ti rodila. Se gre pa za to, da je en bogataš eni poročeni ženski ponudil $1 milijon, če bo eno noč z njemu, ne. In to sta z možem obedva se strinjala, da bosta rešila neke finančne težave, ne. Se že ne spomnim dobro, ker to je že več kot 20 let, kar sem jaz to gledal, ne. No in potem je ta ženska šla z njemu, potem se pa tudi zaljubila v njega, z možem sta se začela kregati pa tako naprej, ne. Tako da no, poanta tega filma pa je, da vsaka stvar ima ceno, ne. Tako da tista ženska, ki pravi, da ni denarja, da bi šlo z enim drugim, najbrž, da nekje je ena cifra, ne vem, tako da. Zmeraj je neka cifra. Ja. Tudi fan bi šel s fantom za neko določeno cifro, bodimo realni, vsaj v takih sajtih usmosti. Lej, to je pa zdaj dobro vprašanje Ne zamiži oči in to je to. postavila, ampak je zelo težko. No. Za 100,000 evrov ne bi Ne, šel za za eno 100,000 pa noč. ne bi šel s fantom. Za eno noč. Ne, jaz sem tudi tako rekel, mislim, nisem tako usmerjen in se mi tudi, mislim, jaz tudi tako sem razmišljal, če bi me moški posilil, nikoli nisem razmišljal o samomoru, če me pa moški posilil, bi pa Ja, posil. pol samomor naredil, sigurno. Bi prej še njega pospravil na fejsgard način, pa samomor in tudi, ne, zdaj, da si Je pa- predstavljam, kako je za žensko hudo, če jo nekdo posil, ne, si rečem, to je isto, kot če bi mene moški in potem imaš to sliko, kako to mora biti hudo, ne, tako da, Je to pa res. tako da to tle pa, ne vem, mislim, drugega mi ni nič težko na svetu delati, ne, mislim, jaz bi brez težav šel, če ne bi drugega bilo neke kanalizacije pucati ali kaj tacga, ne. Bi za to, da bi se pa moškemu prodal, bi za to pa... Za eno noč za 100,000 evrov. Ne, za 100,000 sigurno, ne. Svaka čast. Ne, le to, me lahko kdo proba, lahko piše, pa bo videl, da ne bom polna to foro, siguren, ne. Mislim, le tudi pomislim, ne, tako da... Jaz bi. Mislim, iz žensko pa katerokoli. Za 100,000. Na žensko verjetno tudi za 100 in bi. Ja, ne, govorimo tudi taka, ki mi je bila totalno neprivlačna, Ja. ne, tako da... Ne, je tudi to, tudi ti, ki si rekla, se z enem, ne, za 50,000 evrov bi se dobila, zdaj je tudi odvisno, kako bi on zgledal, ne, če bi bil ti ful Ja, neprivlačen, ja. bi bila ta cena Ja. bistveno nižja, če bi bil pa neki ful, ki ti je všeč, bi pa mogoče tudi kažem bo put zdala, ne, tako da... Ja, to je tudi. Ti kako pa, rečemo, če bi imela fanta, pa te seksualne vsebine snemaš, pa to. Misliš, da bi pol seks pa te zadeve, da bi vse normalno potekalo, da bi glih tako uživala, da bi dobro bilo, pa tako naprej?
Tu ne moram reči, tu ker ne tega delam. Pač ne moram reči zdaj naslepo. No, pa glede nimaš fanta, imaš pa koga, ki se dobiva z njim, kako pravijo friend with benefits, nimaš. In pri teh letih zdržiš brez ali kako je. Zanimivo ponovadi. Dobro, čeprav veš, da je nam, se spomnim, v srednji šoli učitelj za zdravstveno vzgojo je rekel, da moški najbolj so potrebni pri 20, ženske pa med 30 in 35, tako da Bom videla, kako me nekaj kaj boš gre. to imela, ja. Ti kako pa gledaš na body count? V enem podcastu si omenila, da je tvoj body count 10. Kako gledate mladi danes na body count? Pač, ne vem, dokler so še kar majhne cifre, me ne toliko briga. Če dobim fanta, ki ima tako 100, tu je že malo čudno, da mi da kakšno bolezen. Aha, se sam bolezni bojiš ali drugo ti pa nič ni sporno? Ne, samo bolezen. Samo bolezen. Izkušnje so pomembne. So bolezni, meni tiste že za herpes se bojim, da ga bom kdaj dobila. Veš, kako je meni enkrat en rekel, pa je dobro rekel, če je ženska jih imela 30 pred tabo, sigurno ima en večjega kot ti in bo sigurno na unga bila razmišljala kanate. Niti ne. Ne. Je dolžina pomembna ženskam? Ne. Ne, meni je pomembno, koliko imam rada osebo. Kaj ti je še pri seksu pomembno, poleg tega, da ga imaš rada? Kako izgleda? Pa da ima čim več izkušenj. Niti ne. Bolj kako izgledam, koliko imam rada. Pač tu mi je nekako najbolj pomembno. Dobivaš pa verjeten velik povabil na zmenke. In ne. Če dobim v živo koga, da me v živo vidi in da mi je v redu in me vpraša, mogoče da ja. Ma preko socialnih omrežij jaz ne bom spoznavala nobenega. Nikoli ne vem, kdo je za telefonom, da me uporabi, ko ga vidim, kako izgleda, pač ne. No, se to je res pomislek, ja, da ti kaj naredi, to je res problem. Ampak a ni zdaj tako, da se mladi večinoma prek interneta spoznavate, socialna omrežja? Ja, če imaš OnlyFans in te ljudje poznajo malo drugače, veš, kako ljudi me doda, ko ima fake profil. Aha, dobro, to je logično, s takim jaz ne bi šel, ker nima slikca, fake profil. Pogledaš malo v zgodovino, kdaj je kaj objavljal, ne zdaj, da ima 2 slikce, ki jih je pred 2 dnevom objavil, to je drugo. Če ima pa, ne vem, že neko 5-letno zgodovino objavljanja in vidiš, da se to z enega kraja, ne vem, so slike z Maribora, veš, da je z Maribora, ti se mi pol pa ne zdi nekaj glih nevarno, da bi bil problem. Jaz preko socialnih omrežij se ne bom nikoli videvala z nobenim. No, saj to me veseli, da, ker mislim, da je veliko boljš v živo, ne. Rečemo, moje generacije smo po diskotekah hodili in če si hodil ti punco spoznati, edina varianta je bila, da si šel v diskoteko. Dobro, lahko si šel tudi v hribe, pa si kakšno spoznal, ali pa ne vem, kakšen tečaj, to tretne. Ampak večinoma so se vsi ljudje spoznali v diskotekah. No. Tako da, jaz sem časoma v diskoteko, v tej stavbi je bila diskoteka, kar velika zadeva. In veš, koliko ljudi mi zdaj piše, sem pa svoje spoznal v pretepu diskoteki, ali pa ženska piše, tako da se je, ne vem, 40-50% ljudi se včasih po diskotekah spoznavalo, ne, in doskrat tudi v pijanem stanju, ampak moškega malo smo ponovadi spili, zato smo bili bolj korajžni, ne, ampak je kar nekako obstalo, ne. S Timom Pesom sta pa imela glede tega golden showerja, ne.
To si tudi omenila temu podcastu pri Luciji pa Sari, ne? Če bi vedela, da bi dobila toliko hejta, ne bi rekla tega. Ne bi rekla. Ne bi rekla. Nisem vedela, da bo ljudje toliko slabo vzeli in toliko narobe. In še tim unije pol začnejo dajati govorice okoli. Kako misliš govoriti? Mislim, Da jaz plačavam drugim, da ščijejo po meni. To je rekel, pač, what the fuck. Kako te nisem raz sploh kaj ta zareči? no, se ti si drugače rekla. Ti si rekla pač, da ti je to fetiš, nekaj tacga. Da sem delala enkrat v življenju to, z osebo, ki sem jo imela rada, ne da delam dnevno. In pa, ko prije drugi in da nekaj laži ven, pač. Kaj češ? Kakšni so pa še taki fetiši? Mislim, jaz moram priznati, da je zame to mal nenavaden fetiš, ker sem pač, jaz sem star 55 let, v mojih časih se teh stvari ni počelo, mrzkaj drugega se še ni Pač ni zdaj, da počelo. delaš to dnevno. Ja. Ma, ne vem, jaz enkrat, ko sem spoznala osebo, ki sem jo res imela rada, tudi njemu bil to fetiš. In pač, ne vem, Sta probala. ja, pač probali smo, ni zdaj pa delam z vsakim dnevno, pač nimam slabega mnenja o tem, bolj kot kaj druga. Samo, pizda, da folk tako skejta za neke laži, ki sploh niso res, te da malo zamisliti. Da je boljše biti tiho, kdaj? No ja, sam, lej, ti si, mislim, to delaš, s tem se moraš sprijazniti. Če ne bi tega bilo, bi pa nekaj drugega najdel, tako Ja. da ne. No, kakšni pa so zdaj še fetiši, ki jih imate mladi? Pač jaz nimam nobenega več, pa vem, da drugi imajo noge, Kaj noge? stopala. Aha, in kaj s tem stopalem počnejo, da je to, Tudi jaz tega ne vem. Tudi ne veš. meni ni jasen ta fetiš, ma. Kakšen bi pole še bil? Ne vem. To zdaj na Google pogledati, kakšni so fetiši. No, ker sem bil jaz tvojih let, ne, to analni seks, to je bilo, mislim, to ni čisto nobeden počel. To sploh. To je samo kdo v kakšnih porničih mogoče videl, ne, ampak ne, tudi da bi bila ženska za to ni bilo nobene ženske, da bi to hotla. Tudi meni to ni fajn. A? Tudi meni to ni. Ni fajn. Ne razumem tega. Rit je za kakat, nič druga, samo ven lahko res ni. Ja. Pa misliš, da imajo to bolj moški željo ali ženske? Večinoma fanti. Ena ženska mi je razlagala, da je pač njen tip zmeraj to hotel, zato da se je mali življal na dno. Ne vem. Jaz tega ne razumem. Pa si že probala to ali še ne? Sam enkrat in je bolelo za popizditi in od tekrat ne več. No, Samo še za kakat. sam zdaj, če bi vprašala Saro pa Lucijo, one so bile tudi pri meni na podcastu, ne. One bi ti že dale kakšen nasvet, bi rekli, malo teh lubrikantov uporabiti, pa pa tret, Ne, mi ni pa bi... fajn. Ni fajn. Nič ne bo spremenilo mojega Ne mnenja bo od tega. spremenilo. Dobro se da. Da boš slučajno občutek dobila, da te jaz silim v to, Ne, samo pač, ne vem. Meni mi to ne paše, tudi čudno mi je. Rit je za iti na WC in tudi to. ja. Imaš kakšne hobije, poleg kuhanja pa Bordam. bordaš? Um, To sem pa fitness. videl, zdaj si objavljala. Kje si pa bila na smučanju? Spet v Avstriju. A ja? Ja. Kam to hodiš? Ne vem, zdaj sem bila v Kronplacu, v Našteldu, danes grem v Avstrijo za 3 dni, ne vem, koliko se tiče kraj, je tako 80 km prohe. Pa sem bila na Kopah, poleg grem v Zonkolan drug teden. Pa pol si ti kar orang smučarka. Mislim Sem borderka. komi začela, pač lani. Aha. Leto se na ful učim. Poleg fitness imam še hobi, Smučaš tudi ali sam bordaš? sem bordam. Pa si kdaj smučala? Probala sem lih 4 dni nazaj prvič, sem se Aha. samo enkrat spustila s smučkami, pa so me preveč bolele noge in od pancerjev in pa sem si pač
dala dol. To tudi mene bolijo, če preveč zategnem, me tudi bolijo, tako da jaz doskrat, ko dol pridem, samo odpnem, zgleda, ali imam slabo prekrvavitev, ali kva, ne vem. Je pa veliko lažje smučam, če imam ful zategnjeno, tako da mogoče tudi malo preveč zategnem. Ampak drugače jaz mislim, da je bordanje ful težje, kot Ja, smučanje. ful je težko. Tudi, Ne, ko se učiš, ko dosti padavaš, ja. priješ prav zjeben vsak dan. No, ampak Jaz zdaj, ko sem se že naučila nekako, mi je ful lažje, ko pač ne padavam in me, tudi rame me ne bolijo več, ko se Aha. pobiraš, tudi rit me ne boli, pač od modric. Zdaj mi je ful lažje, na začetku je bilo ful težko. vidim, da imaš pa, da si navdušena nad tem po pripovedovanju, ne, ker drugače smučanje je tako, ne, smučanje ali pa bordanje se ista stvar. Je na začetku čist brez veze, ker se učiš, ker je ena sama muka in to in Jaz, ko sem se učila, meni mi je bilo tako, pač sem si ful želela iti vsak dan, mi je bilo tako odveč dejansko iti, ker sem vedela, da se moram naučiti in da pač ni lahko. In zdaj, ko sem se naučila, mi je tako fajn hoditi, pač res, ker nikoli skoraj da ne padem in dejansko grem hitro, brez da imam strah. Je ful boljše, ko se naučiš. Predlagam ti, da greš zdaj še na Jahorino. Kam? Jahorina, to je v Bosni in Hercegovini. Tam sem slišala, da je dobro. Mislim, dosti dober, če snega dosti je dober, je pa zelo moraš paziti, da termin ta prav ujameš, ko nimajo oni počitnic, ker če imajo oni počitnice, je ful gužva, ne. Drugače imajo pa dobre proge, dosti velikih je, mislim, da okoli 50 kilometrov, dobro, ni to Avstrija pa Italija, ne, ampak dober, mogoče ti bi bilo tudi všeč ta balkansko vzdušje pa to, ne, ker to je veš, hrana je dobra, Šapi. zabava je dobra, tako da meni je zelo všeč, jaz grem zmeraj na Balkan smučat. Tudi jaz imam 4 ure na dan dosti, rečemo, ne, pol pa še malo greš, malo po lokalčkih, malo tako, ljudje so prijazni, tako da je zelo fino, tako da tudi letos grem malo na Jahorino, mogoče bom šel pa tudi malo na Kopaonik, to je pa v Srbiji eno znano smučišče, mogoče celo na Kaj so Kosovo. pa cene v Bosni? Ja, so veliko nižje kot pri nas. Čeprav Ma tako, smučarska karta je, mislim, na Jahorinu od 40 do 45 evrov. Ja, to je pol bolj kot v Avstriji. Ja, pol cenejš, je pa približno isto kot pri nas. No, na Bjelašnici, ki je pa malo manjše smučišče, je pa karta pa dnevna na 22-23 evrov samo. Ja. Samo je pa ta Bjelašnica je, malo imajo bolj problem, ker je bolj taka gola planina in piha. In jim sneg odnese. Ja. Drugače je ful dobra proga, je ena ful dolga, ampak je gor na vrh sneg ponavadi odnese. In tako da meni je veliko boljš na Jahorini smučati, kot na Bjelašnici. Ne. Je pa to dosti blizu, ne vem, če veš, olimpijske igre so bile v Sarajevu leta 1984 in takrat so tukaj na Jahorini so imele ženske tekmovanja, na Bjelašnici pa moški. Ne. Tako da pa in Sarajevo je lepo mesto, če te pač to zanima, malo drugačno, kaj je pod turškim vplivom bil, pa tako naprej, tako da meni zelo dober. Si pa zdaj skozi avtocesta, en manjši del je ni, tako da si v dobrih 5 urah dol, od tukaj, od nas ti malo dlje, ne, tako da. Ja, no, to je pol, mislim, moraš iti za malo dlje časa, ne, tako da ja. Še kakšen drug hobi? Kaj si še omenila poleg tega? Fitness. Drugega, ne vem, če ima. V bistvu nimam nič drugega. Socialna mreža. Od kje imaš pa veselje do kuhanja? Že od majhnega, verjetno tudi zato, ker moj tata je slaščičar, še kar uspešen. Tudi moja mama je slaščičarka. In pač zmeraj sem si želela. Zdaj, če bi nekomu
eni punci, ki razmišlja, da bi šla na OnlyFans, da ji daš nekaj na svet, kaj bi svetovala, oziroma če mogoče tudi lahko poveš, kaj praviš, da nekaj pripravljaš, da bi ti drugim pomagala, če lahko kaj več o tem poveš. Od tega ne morem povedati, ampak delam na tem, da bom lahko, pač dosti ljudi me vpraša glede OnlyFansa in jim dajem nasvete, ampak delam neko platformo, da bo lahko še več ljudi prišlo do tega, zato ker verjetno jih je dosti sram me kontaktirati in strah, in delam specifično na tem, da bo lahko Se pravi, prišle v stik z mano. če te prav razumem, neko izobraževalni tečaj boš naredila ali nekaj podobnega. Ja, nekaj tako tipo. Aha. Malo Ampak, težko je govoriti o takih stvareh na podcastu, ker je ful o tem. ja, to Pač ful nekih točk je, kar rabijo punce vedeti. To ni tako enostavno, kot kar zgleda, drugače sigurno. ni, tudi psihično in fizično ful pač naporno. Aha. In boš tukaj tudi imela to, da boš malo psihično pripravila te punce. Ja. Vse bo bilo v tem, pač dobesedno vse. Jih bom prav, to, ko imam neko prijateljico, ki sem jo vodila do tega, da glih tako tudi ona služi tako 10.000 na mesec, to bom pomagala tem puncem, da jim bo bilo lažje. Aha. No, ker sem se jaz danes pač prijavil na ta OnlyFans, pa sem videl, da nekateri imate tako kot ti, da pač pri tebi čisto nič ne vidiš, če ne plačaš. Ne? Obstajajo pa tudi nekatere, ki jih lahko zaslediš, pa se pravi, da pa nič ne plačaš. Ne? To je fora kot ameriški profil. Pač večinoma ljudi ima tako dve različne taktike, ali kako Ja. da rečem. Vem, jaz za ameriški profil imam, tako kot si ti zdaj rekel, da ne rabiš nič plačati, ampak če češ kaj več, morajo pa pole ful več plačati. Aha. No, tam sem potem tudi videl, ne, ni bilo za plačati, ampak potem si po objave videl, ampak če bi hotel, mislim, videl, da je bilo zakrito, se pravi, nič bi mogel pa plačati in potem bi se ti pa to odprlo. Ne, tako pač da... to je več for lahko narediš glede tega. Aha. In na ameriškem profilu imaš ti tako foro. Je pa zanimivo, rečemo, pri tebi ne piše, koliko imaš sledilcev, pri unih, ki imajo pa brezplačno, pa piše, koliko imajo sledilcev. To ti nastaviš, da lahko ljudje vidijo ali ne vidijo, ali kako je to? Ma ne vem. Ne veš. Pri meni ne vem, če se da videti. Ne, pri tebi se ne vidi, siguren. Jaz sem videl eno Američanka, sem je tam pokazala, pa je bilo možno, pa sem je čisto za foro zasledil. To je, če imaš javen profil, tako kot si ti rekel. Da, Aha. Ja, pri meni v Ameriki tudi se da pač to videti, samo Slovenci tega ne bojo videli. Imaš prav državo zablokirano. Ampak gre pa lahko prek kakšnega VPN-ja gor, pa bo lahko videl. Sam te ne bo najdel najbrž, ne? Ne morajo me dobiti. Ja. Smo probali že vse taktike, da se to vidi, ima se ne da. Je pa lažje delati slovenskim strankam ali ameriškim strankam? V ameriški se moraš ful truditi, da prije to, ker je ful večji trg, ful več punc ima OnlyFans, tam je pač ful velika masa ljudi, Ja. tle je pač ful bolj hitro greš viral in te ljudje dobijo. Pač za slovenski trg mi grem v redi. Mislim, da celo najboljši, za ameriški pa bolj tako. Kakšne imaš pa načrte za prihodnost, bi rekel, par let? Upam, da bom delala v tujini. Ja. Pač, jaz bi zdaj rada bila tle v Sloveniji z OnlyFansom, da si kupim stanovanje, pa bom pa bila in srčno upam, da bom šla v tujino delati, kot slaščičar ali pa kuhar. Aha. Čakaj, ti boš tle kupila stanovanje, pa boš pa v tujino šla, kaj boš pa s tem stanovanjem? Da še ne jemeš. Aha, no se najbrž na obali ga kar po dobri ceni lahko daš v najem. Pač dobro, eni pretiravajo, jaz bi dala primerno mojemu stanovanju in ne bi izkoriščala ljudi. Zato, ker vem, kako se jaz počutim, ker pač sem bila že izkoriščena, ker pač nisem imela kamit. Ja. Pač eni ful pretiravajo. Kaj sem te še hotel vprašati? Aha,
In bi se tem visokem zaslužku odpovedala, pa šla delati nekam eno slaščičarno. Pač ne rabiš se odpovedati. Lahko še zmeraj imaš OnlyFans, moraš delati drugam. Samo pol ne moreš toliko biti na temu. No vem, ampak tako bi človek razmišljal, da v tistih 8 urah, ko boš nekje delala, boš manj zaslužila, kot boš zgubila posla. Ali ne? Tako Ja, se drugače to štekam, samo mene me ful veseli. Pač mene me ful sprošča, ko kuham in pečem. Že zdaj bi si dobila neko službo, me pa ful moti, ker so pa res ful slabe plače v Sloveniji in se mi ne zdi vredno, da bi pač šla delati. No, sej to je, da moraš delati, kar te veseli, ker drugače se življenje zgubi smisel, ne? Pa tudi uspešen si ponovadi v tistem, ki te veseli, ne? Tako da zdaj, če nekaj, težko biti v nekom uspešen, ki ti je muka, ne? Ki ti je muka, je pol tu težko delati, ne? Tako da ja. Kaj pa misliš, ima ta OnlyFans neko rok trajanja, ne vem, zdaj si stara 20, ko boš 30, bo to še šlo, ko boš 50, verjetno ne bo. Pač mlajši, ko si, boljši je, to definitivno. Starejši, ko si, za punco pač ne moreš pričakovati, da boš, če ima punca 30 let, ne more pričakovati, da bo bolj uspešna kot 20-letnica. Pač to je fakt in tu se pač morajo sprijazniti punce. Tudi jaz, ko bom imela, ne vem, 25, verjetno bo bilo drugim 20-letnicam lažje kot meni. Ja, verjetno, da ja. Tukaj, ko sem na Instagramu objavil, da če ima kdo kakšno vprašanje zate, je en napisal, če lahko pride selfija s tabo narediti, ko končava. Ja, sem. Ja. Pa poznam človeka, normalen človek je, celo delal v tej stavbi, tako da mu bom napisal. Selfie naredim rada. Z normalnimi ljudmi, ki ne silijo v mene. Ta je normalen, dela v tej stavbi in ga bo pol poklicala, ko nehava, pa bo prišel, ne, tako da čakaj, imam zdaj jaz tole vprašanja. Misliš, pa da ti ne bo to enkrat ratalo odveč, da boš to z muko začela delati? Če mi bo, ne bom tega delala. Boš nehala delati, ne glede na zaslužke. Če mi nekaj ne bo pašalo, tega ne bom delala. Tudi za OnlyFans content, če mi nekaj ne paše, pač ne naredim. Noben me ne sili, moja izbira. Je pa dober občutek, kako se počutiš, ko ti tako dobro gre, ker verjetno pred enim letom tudi pomislila nisi, da boš zdaj take zneske zaslužila. Sem pomislila. Si pomislila. Zdaj nisem ena, da bom bila uspešna. No, uspešna, ampak si kar mislila, da boš $500,000 zaslužila. Pač upam, da bom, ampak je pa ful lepo, ko vem, da sem ena izmed boljših v Sloveniji. Če ne celo najboljša, pač tega ne vem, ampak zaenkrat, ker je pač po socialnih omrežjih in to viralno, mislim, da sem. Ampak tega ne morem vedeti zavišno. Je pa ful lepo, ker dosti punc se, vsaj punc, ki želi imeti OnlyFans, me naprašava za nasvete in me občuduje, ali kako da rečem. Ja, verjamem. Pa je nekaj lahko vsaj v tem nekomu pomagaš. No, jaz to verjamem, da boš ti fulem pomagala in tudi... Že par punc je odprlo OnlyFans preko mene. No, in ko si rekla tista prijateljica, da je 10,000 evrov na mesec zasluž, ne, mislim, to verjetno večinoma tvoje zasluga bi predvideval, ne. In veš, koliko so Slovenci neumni, ne, tako da nekdo, ki je uspešen, ga kritizirajo, pa pluvajo čez njega namesto, da bi človeku sporočil, napisal ti vsaka ti čas, da ti gre tako dobro, če imaš enkrat čas, te na kavico povabil, da ne vem, še meni daš kakšen nasvet, da še meni rata, ne. Nas pa samo, da kritizirajo in... Še večinoma, če so kakšni fantje, da so nevašljivi, so oni subscribe-andi gor.
Možno. Verjetno greš pa tudi po ženskam na živce, ker pa vejo, Večinoma so ljubosumne ženske, Ja, ker pač nikoli nisem videla lepe ženske, da bi mi dala hate komentar. Večinoma lepe ženske so pač, vsaj v živo, ko sem jih videla, so voščljive. Zmeri so se hodile slikati z mano, mi rekli, da me podpirajo, da svaka čast in tako. Če pa vidiš kakšne, ki so pač take, kukar so v komentarjih in hejtajo, ki so ljubosumne. ja, to je to, ne. Saj to je tudi, meni tudi, kdaj kdo napiše na Facebooku, da sem grd, pa grem pogledat. Zdaj sem za tebe Brad Pitt opisal materno, ne. Mislim, to ne moreš verjeti, ne. Mislim, lej, redko kdaj mi kdo povprečnega izgleda napiše, da sem grd. Nikoli mi še neka lepa oseba ni napisala, da sem grd. Unik, pizda, ki bi pa res lahko rekel, da so grdi, mi pa piše, da sem grd. Ne, mislim, dobro, to niti jaz ne bi nobenemu človeku nikoli to rekel, tudi če je grd, kaj pač tak si, ki si ne moreš pomagati. Enim si lep, enim si grd. No, tudi to, ampak tudi, kolikšna moraš biti budala, da greš to pisati javno z imenom in priimkom, to govorim na Facebooku, ne, ko vsi vidijo, mislim, to pa tudi jaz za veliko denarja ne bi naredil, ker to bi me bilo sram, da bi šel, da nimam, da imam tak ego, da moram enemu napisati, da je grd. Nikoli ne smeš biti nasramen. Ne, tudi Ne glede na to. niti nasramen, niti navošljiv, ker posebej ljudje sprašujejo, nismo srečni. Ja, seveda niste srečni, pizda, če ste zagrejeni, če ste vsem navošljivi, pa tako naprej. Vse pol ni čudno, da si tak, ne, tako da, lej, prvoš drugem, uč se v drugem, jaz boljše zmeraj gledam kot inspiracijo, pa da se učim od njih, pa tako naprej, ne. In to je to, in če ne se moraš pa požrt, ne, tako da je to verjetno grozno, ne. Pogrejo pa še malo na ta vprašanja, ki so te jih gledalci zastavili, oziroma sem tudi par komentarjev, ki je bilo dobrih, sem tudi dal, jih bom tudi prebral. Rečemo, Erika Roškar je napisala, zakaj pa ne, mladi so povezani z omrežji tudi poklicno. Večinoma uživajo v tem, kar delajo. Mi smo imeli drugačna razmerja, prenašanje mobinga večinoma butastih šefov je bilo nekaj običajnega, ne vidim nič slabega v OnlyFansu. Veš, ta ženska, mislim, da je mojih let ali pa še malo starejša, razume to. No, pa imaš pa drugega, ne, je pa en to mi napisal, je pa Marjana napisala, ali se zaveda, kako bo moški svet gledal na njo, ko bo stara 40 ali 50 let. Kaj brija mene, kaj bo, ko bom bila stara 40 let? Jaz lahko umrem pred 30. Jaz lahko danes umrem, pač kaj me mene brija, kaj bo, ko bom imela 40 let? No, potem je še dodala, pravi ljubezni ne bo poznala nikoli. Tu bo rekla ona, ki 100% je ločena. Samska. No, jaz bi tako rekel, ne. Ti, če danes nehaš OnlyFans delati, čez 2 let ne bo noben več vedel, da si OnlyFans delala, ne. Ko še pa stara 40-50 let, ne bo pa to noben vedel, da je mogoče takrat. In takrat... bo verjetno že vsak imel. Mogoče vsakmu, ali pa tudi OnlyFans lahko propade, lahko neki drugega rata, ne. Saj tudi vidiš, Facebook je mu včasih ful je bil številka 1, ne, zdaj ga pa že Instagram doheduje, TikTok in tako naprej. Mladi sploh niste več na Facebooku, ne, tako da Facebook, mislim, čisto lahko se naredi, da bo enkrat propol. Ker bo pač nekaj novega prišlo, ne, tako kot TikTok, Instagram, pa tako naprej, ne, tako da to se lahko naredi. David sprašuje, ali je oddaja MasterChef, kjer je sodelovala, bila le kot prehodna reklama za zdajšnji biznis. Verjetno te hoče vprašati, če si šla na MasterChef samo zato, da boš na OnlyFans uspela. Ne, jaz nisem šla na MasterChef za OnlyFansa, ker nisem vedela, da si ga bom naredila. Ampak tudi
ti ne moreš iti na Masterchef brez da ne znaš kuhati ali pa peči. Ker že prva audicija, ki jo imaš, je Mystery Box, ker je full zafukan in pač že to moraš sploh opraviti, da lahko greš na drugo audicijo. Pač tu ni kup kmetija, ki se samo prijaviš in upaš, da te zberejo. Ti za Masterchef dejansko rabiš imeti neko znanje. Ko gre na živite, kot to ljudje govorijo, ka ni res. Ne, se ta te lepo vprašal, bodimo iskreni, ne, ta je samo vprašal, ker ne, sej poznaš pa zadevo, ta sanski moški, ki je bil, ne, to je pa veliko žensk šlo, ni imelo nobenega interesa do njega, ampak so šle zaradi reklame in so tudi uspele, ene so dobile po 50,000 sledilcev na Je Instagramu. razlika Masterchef, ki dejansko rabiš imeti znanje, da sploh si sprejet, ali pa sanski moški, ki rabiš biti samo lep, ali pa To je imeti res. srečo, da te vzamejo. Pač Masterchef dejansko rabiš znati, da greš sploh čez prvo audicijo. A lahko mogoče malo poveš glede teh audicij, koliko jih je, kako je najprej se prijaviš? Pač ne vem to, če lahko govorim zaradi Pop TV, tako da naj se rajš pozanimajo. Aha. Ampak verjetno je že da te na audicijo pokličejo, ne pokličejo vsakega, po mojem, ne? Ja, ne pokličejo vsake. Ja, ne, tako da verjetno je to kar zelo težko prideti, ne. Matej sprašuje, to smo že odgovorila, če imaš resnega fanta ali sam prijatelje. Nimam nobenega. Nobenega. Mario sprašuje, če razmišlja v prihodnosti o družini, a verjetno se zatakne že pri tem, če razmišlja, kaj šele, da bi o družini. Ne razumem čisto dobro, kako je tole mislosti razumela. V glavnem, no, razmišljaš o družini ali ne razmišljaš? Ja. Pač razmišljam, ampak bom videla čez leta. Kako bi komentirala tale komentar, ki ga je napisala Špela, kram pa lopata pa bo zaslužila? Se lahko prime kramp in lopata bo ona zaslužila. Ne se sekira zase. To je malo navoščljivost, ja. To pa so ljubosumna. Ja. Miha sprašuje, če ne bi imela OnlyFansa, kaj bi počela? A ima kakšen rezervni plan? Če ne bi imela OnlyFansa, definitivno bi delala izven Slovenije v gostinstvu. Tako kot sem delala pred... Pač jaz sem draž, delala sem v Rovinju v gostinstvu in pa sem dala odpoved, kadar sem začela z OnlyFansom. Tako da, če ne bi imela OnlyFansa, verjetno bi delala kje drugje. Koliko časa bo zdelala v Rovinju? To zdelala v enem hotelu, če se ne motim, ne? Pol leta. Takrat, če nisi imela OnlyFansa. Aha. Si tu tam živela verjetno, ne? In kako je bil ta delo? Naporno? Ful je bilo lepo. Ni bilo naporno. lepo. Vsak dan po delu sem šla spat, ob morju, se malo kopat, tako da sem se imela ful. Rovin je lep, ja, tako da jaz sem Rovin, včasih sem malo plezal, pa je tam en plezališče, ne vem, če poznaš en kamnolom, je pa je kar veliko tega, no, tako da je zanimiva zadeva. Vesna Fabian, to je bil pa meni, ne Ferjan, je bil pa meni namenjen komentar, ok, s tem si skoraj dosegel dno, adijo, ne. Se pravi, ta Vesna zgleda me je odsledila, zato ker sem tebe dobil za gostjo. To pa so še si joku cel dan, kaj te Ja, odsledila. kar so vzami je stopila. Ne, drugače pa to včeraj sem v Violeto Tomič, ne vem, če poznaš, to je ena političarka, je bila zanimiva ženska, zdaj je tudi knjigo napisala, bila je pa v stranki Levica in tudi zato so jo vsi plovali, ne. Potem Jelinčiča so ga drugi plovali, ne, tako da to, katerega koli imaš, bo en del ljudi nezadovoljnih. Pa tisti, ki te pa ne marajo, oni pa itak vse, kar narediš, še narobe, ne, tako da oni pa pol samo komaj čakajo, da nekaj objaviš, da ti lahko nekaj slabega napiše, ne, tako da... No, pa Aleksandra je tudi napisala, da je za bruhat, tako da podoben komentar. No, potem pa še to mi napisal, če partnerice ne bi bile tako zategnjene ali možačaste ali
konstantno zoprne, moški ne bi hodili k drugim ženskam. Vas ta ženska za OnlyFansa karkoli ogroža. Spravo on je pa hotel povedati, ne, da Ja, dansko so punce krive, da fanti hodijo k meni na OnlyFans. tako nekako, ja, pa grožno vidijo, ne, tako da pa misliš, da si ti res komu grožna, kakšni ženski? Pač, jaz ne moram reči, da sem grožnja, ker ne vem, če ti je tebi oseba lepa, ti tega ne moreš spreminjati. Če se, ne vem, zdaj dam primer, če ima žena, ima moža in ta mož je na OnlyFansu mojemu, pač Da. tle nisem jaz kriva, to je kriv mož, pač očitno jo nima dovolj rad, jaz tle ne morem kaj pomagati. To Tudi dansko sigurno fant res, vse ja. vpliva, ljubezni pač ne moreš prisiliti. Točno tako, kot si rekla, ja. Pač se vem, da ni lepo z moje strani, ima kje tiče jaz. Ampak kaj pa misliš, da je več samskih ali več v zvezi tvojih naročnikov? Pol. Kristjan je rekel, fan, reklamo je delate, ma zdaj boš tudi ti odprl OnlyFans. Kaj misliš, koliko je pa moških ustvarjalcev na OnlyFansu? Malo. Pač Manj njih kot dosti. 10% najbrž. Ne? Ja, malo, ampak tudi, zdaj dam primer. OnlyFans punce pač služijo več kot moški. Naprimer, v športih pa moški služijo več kot ženske, ker pač ne more biti isto v določenih poklicih. No, tu se čisto strinjam in imamo moški svoje prednosti in imate ženske svoje prednosti. In tudi mi gre na živce tisto, kar slišim, ker mi zdaj kdo začne razlagati, da so ženske manj plačane. Tudi meni mi gre to na živce in sem ženska. Ja, mislim, ena ženska mi je hotela dopovedati, da če bi jaz no zaposlil, bi manj plačal, sem zato, ker je ženska. Sem pa hotel dopovedati, da jaz ljudi plačam toliko, kolikor naredijo. In me čisto vseeno, ali je ženska, ali je moški, ali je pa srednji spol. Ali pa če bi celo z Marsa bil, mi je vse glih, to, kar narediš, to, kar te plačam. Zdaj, zakaj bi jaz tebe kot ženska manj plačal, zato, ker si ženska? Verjetno pa kakšna ženska dobi tudi malo višjo plačo, ki je lepa, pa je direktorju všeč. Verjetno, da je to, ampak lej, spet pač, jaz pravim, izkoristi tisto, kar imaš. Če si lep, izkoristi lepoto, če si pameten, izkoristi pamet, če si močan, izkoristi moč, če si iznajdljiv, izkoristi iznajdljivost, pač lej, za vsakega nekaj obstaja, ne vem, obstaja ena ful dobra knjiga David in Golijat, Dan Ariely, on opisuje, kako ljudje z nekimi hibami, ki mogoče misliš, da ne more nič doseči, kako lahko najde neko zadevo in s tem tudi dobro zasluži. Tako da vem, da je enega odvetnika v Ameriki opisal, ki je bil takrat, ko je knjiga nastajala, je bil najbolj plačan odvetnik, se mi zdi, v Ameriki, pa je mu disleksijo. Ker moš tukaj teh zakonov prebrati, pa to kao, ti sploh ne možeš biti dislektik, odvetnik. Ampak on je prav eno področje najdel in se na tistega specializiral, da je tudi s tem šel in na koncu ratal, ne vem, ali najbolj plačen odvetnik v Ameriki ali v tej svoji niši. To ne vem točno, ne, ampak vsak ne izkoristi tisto, kar mu je, ne. Vprašanje, če ve, da lahko vsak idiot z umetno inteligenco spremeni v najlepši profil ženski ali moškega in pol se lahko tudi prst v trine in bo plačan. Zakaj bi torej sploh nekdo plačeval nekaj drugega, če to AI najbolje naredi? Pač to je njeno mnenje. Moški je to To je napisal, njegovo mnenje, Uroš. vsak ima pač drugačno mišljenje. Ampak misliš, da ti umetna inteligenca lahko nič posel? Jaz tudi mislim, da ne. Je razlika ali robot ali dejansko fizična oseba. Ja, mislim... In sploh ne razmišljamo od tega, to je tako brez veze. Ja, meni se to zdi, da ne. Ker jaz tudi na YouTubu se je začelo pojavljati zelo veliko videov z umetno inteligenco narejene. Meni tudi, jaz takoj dislike,
pa grem ven, da se mi nikoli več ne pokaže. Mislim, veš, pa ima ful dobre naslove. Rečemo, mene zanima, kaj, rečemo, zgodovina, ne. In imaš neki ful dober naslov, se rečem, wow, to me pa zanima. Kliknem in pa prvo sekundo še ne pogruntaš, da je umetna inteligenca. Letence izgovori, ponovadi tam takoj pogruntaš. Ampak umetni inteligenci je cel kup napačnih podatkov in mi tudi ni všeč, da bom jaz nekaj poslušal, ki je z umetno inteligenco narejeno. Sploh mi ni všeč, no, tako da mi ni v tem tvojem poslu, pa sploh mislim, koš ti z umetno inteligenco, mislim, ne vem, razen če bi preslepil človeka, da bi mislil, da je res prava ženska. Imaš tudi rad, samo tako deluje? Kako? Umetna inteligenca za OnlyFans dejansko deluje samo, če človek ne ve, da tu ni prava oseba. Ja, ne. Najbrž to dovoljeno ni. Ali je dovoljeno? No, zdaj na teh socialnih omrežjih imaš že, ko objavljaš, na YouTubeu imaš, pa po mojem tudi na drugih, da moraš označiti, mislim, imaš, da označiš, ali je umetna inteligenca ali ni, ne. In verjetno bo tudi to neka zakonodaja prišla, da bo moglo na vsaki objavi pisati, če je z umetno inteligenco narejeno, kar to je prav, ker to je drugače zavajanje ljudi, ne, tudi samo en studio od TV3, ki moje videe tudi vrtijo, te popotniške, pa sem bil enkrat tam, so imeli en studio, modern, pa neka ful lepa slika lepega kraja, ne. Sem rekel, kje je pa ta kraj iz Ketu? Rekel, ta kraj sploh ne obstaja, to je umetna inteligenca. In nekako tudi lahko človeka nategneš, ne. Ker neke slike naredil, ki sploh ni, ne, tako da je to res brez veze, če mene vprašaš. Andrej sprašuje, vprašal te, če se je zapomnila, kje je Istra, ker je v kuharski oddaji izjavila, da ni imela pojma, kje je. Tisto je bilo tako fake. Samo ljudje so tako glupi in dejansko nasedajo takim stvarem. Kaj pa je bilo, lahko nam zaupaš? Pač nekaj smo se pogovarjali in jaz sem rekla, da kaj je Istra, kao, da sem mislila, da je to država. Na to je bilo taki skem in folk dejansko se je tako spravilo name, ker so mislili, da sem dejansko tako glupa in sploh ne moram reči, da dejansko folk nasedajo takim stvarem in živim na obali, da ne me jebati. Ko so ljudje glupi, ok, samo pač jebi ga. No, samo tebe za glupo proglasiti, po mojem, ne more nobeden, ker mislim, če si to dosegla, kar si, ne moreš biti glupa. Tako, kot tudi noben politik ni glup. En prav, da je Janša glup, drug prav, da je Golob glup. Glup ni ne eden, ne drug, ker one dva, da sta prišla do tle, ko sta, ti ne moreš biti glup, da si na tem položaju. Ne? Tako da, so glupi tisti, ki mislijo, da si glup. Ja, tisti so glupi, si ponovadi je tako, ne? Tisti, ki so najbolj glupi, mislijo, kako so drugi glupi. Ne? Je še kaj tazga mogoče, ki bi bilo zanimivo, da bi te vprašal, pa te nisem, ker nisem vedel, kaj tazga, ki bi še bilo zapovedati. Jaz mislim, da smo vse obdelali. Razen, če te tebe še kaj zanima. Ja, jaz to... lahko ti pokažem zaslužke. No, da mi pokaži zaslužke, bom vesel, me tudi zanima, no, zelo. To je za slovenski profil, ti bom pokazala. V pol leta. V pol leta. Znaš, vidim. Super. Ne, sem vrhunsko, pa to se da še nadgrajevati, pa tako naprej, to je šele začetek, tako da... Neke stvari pač trajajo cajt, da bo še več. Super, lej. Sam tako, da je le naprej, jaz nisem eden tistih, ki bi ti bil navošljiv, jaz vem, da za svoje sreče vsak sam odgovoren in jaz
nisem zato nič bolj srečen, če gre drugim ljudem slabo, ker eni ljudje so bolj srečni, če slišiš, da nekomu gre slabo. Ne? In pač jaz, ko vidim en tak primer, ki tale tvoj, ne, se dobro, zdaj ne morem iti na OnlyFans, pa pač začeti delati, pa take služiti, ampak so mi sam inspiracija. In tudi danes, ko sem šel na ta OnlyFans, pa sem naročil na ta tvoj profil, sem rekel, dobro, da sem šel to pogledat, mislim, nekaj se sigurno naučiš, le mogoče bo meni čist eni tretji stvari, to nekaj, ki sem na OnlyFansu videl, mogoče prav prišlo, ali kaj tazga, ne. Mislim, fino je, da novosti spremljaš in mene v bistvu skoraj vse, ki nekdo dela, pa ki mu dobro gre, me saj malo okvirno zanima, pa ne zato, da mi je bil navošljiv, ne, ampak zato, ker me zanima, ne, tudi sem ti hvaležen, da si mi to pokazala, ne, prvič, da imaš zaupanje, da mi poveš, drugič pa tudi zato, da imam malo občutek, jaz tudi kdaj človeka, ne, vprašam, ne, kako ti gre, koliko dobička narediš. Jaz ga ne vprašam zato, da bi zdaj mene žrlo, da si ti ful naredil, ampak me zanima, kako ta posel deluje, ne, tako kot enega popotnika mi pove, sem šel na Tajsko, ko vprašam, koliko si pa za letalsko karto dal, ker sem bil tudi jaz 3 leta nazaj na Tajskem, pa me zanima, a si ti cenejšo dobil, kaj jaz, ali dražji, oziroma koliko je karta, pač s tem ne mislim nič slabega, ne, tako da ja, to je tako. Na Japonsko poleti za en mesec. A ja? Kako pa, da si Japonsko zbrala? Grem s prijateljico in vem, je tako ful lepa. Kaj te pa na Medtem, ko bojo moji hejteri delali, jaz sem bila na Japonski en mesec. Madonna jih bo žrlo, ne? Meni tudi, veš, koliko ljudi mi napiše, od kje mi denar za potovanja, ne? Mislim, tudi te moje potovanja, to sploh niso draga, ne? Dobro, ta zdaj v Čilu, ko sem bil, 23 dni me je stalo 3000 evrov. Lansko leto sem bil pa Vietnam, pa Kambodža, 33 dni me je pa manj kot 2000 evrov stalo, ne. Mislim, toliko vsaka družina zaprav, ko gre na Hrvaško, ne, tako da to tudi niso taki denarji v končni fazi, ne. Pa tudi v končni fazi, nekaj s YouTubeom pol nazaj dobim pa to, tako da mi ne more noben to učiti. Ampak zanimivo, da ti gre človek to napisati, od kje ti denar, mislim, ne, brige se ti zase, jaz se bom pa zase, ne, ja, tako, ne, ali, mislim, ne možeš verjeti. No, to sem te hotel vprašati, ko greš nekam, kaj te najbolj zanima, šel na Japonskem, te bojo mesta zanimala, a hrana, seveda, ti gre zaradi hrane, ne. Jaj, da bom ješ. Ja, lej, po bi ti bilo mogoče tudi na Tajsko zanimivo iti. Bi šla jaz sem se itek komilotila potovati, tako da imam še cajt. No, na Tajskem je bila meni hrana fantastična. Ta pad thai njihov sem jedel, ali zelenjaven, ali zelenjaven čist, ali pa zelenjaven z jajcem, pa te z morskim sadežem je bil tudi zelo dober, ne. Pa Vietnam je bila tudi dobra hrana, no, tako da, ampak Tajska pa sploh ne. Mi je bil pa na Tajskem minus to, ampak to bo mogoče te všeč, ne. Ful je turistično, ful je naroda, ful je gužva, ful je vse, imam vse naredi, da je malo bolj mir, ker sem že malo starejši, ne. Tako da to mi ni bilo všeč na Tajskem. Tudi celo do tega je prišlo, da jaz moram na teh destinacijah skuter si najamem, pa se pol čez dan voziš okoli, pa to, ne. Pa veš, da je tle bilo posebno na Phuketu je bilo prav kje, si nekam prišel, nisi mu kje motorčka parkirati, to je bila gožva, ne, tako da to mi ni bilo všeč. Na Japonskem pa verjamem. Ja, se bo no, ali pa pet na več. Bom počakala. Drugače pa Japonska je tudi zanimiva, ja. Zdaj si bil na Japonski? Ne, nisem bil. Zdaj pravijo, da je malo cenejška devalvacija bila, da ni tako drago, kot je bilo včasih, ne. Ne vem, približno so kot Slovenija. Ja, da je približno tako, ker jaz sem včasih mislil Japonsko, to je pa ful drago. Ker so glih pri potovanjih, kam si pa še želiš? Kam si želim. Bi rada šla te ameriška mesta, Miami, Florida, New York.
Kalifornija. Rada bi šla na Finsko, ima bolj tam zimski časi, da bi videla tisti severni sij. To bi tudi ful rada. Kam bi še šla? Poleg kakšna morja, tako Bali, Maldivi, Havaji, take fore. Bolj topli kraj. Baliju sem bil 2krat, tudi zelo turistično, to je v Indoneziji. Imaš tudi lepše kraje v Indoneziji kot Bali. No, In Avstralija bi šla. No, to pa nisem bil, to pa ne vem. Ne. No, sej, mlada si, denar imaš, tako da vse je pred tabo, tako da karkoli si želiš. Pa kar je še najlepše, ti pa res najlažje lahko online delaš. Ne? Sej to, zaradi tega tudi, Tako da tudi zaradi tega zdaj tudi hodim dosti bordat, kam mi ni problem, ni, kje delam. mislim, da je super se imaš, uživaj v tem. Ne, tako da jaz Sem se hvaležna, da mi je uspelo in za vse, ki me podpirate. No, jaz si tudi v bodoče želim, da ti gre dobro, povečaj še te zaslužke, kup čim prej stanovanje oziroma hiša, pa da se ti vse uresniči, pa da se mogoče čez čas spet vidva, ko bo kaj novega, pa boš kaj novega povedala na podcastu, tako da res cenim, da si prišla s Kopra, tako da res ti hvala. Hvala za povabilo. Ja. Vam, dragi gledalci, pa tudi hvala, ker ste gledali do konca, stisnite všeček, naročite se na moj kanal, pa kakšen komentar napišite. No, nismo pa povedala, tebel, če hoče priti do tvojega OnlyFansa, ne gre na tvoj Instagram profil pod Erika Črnigoj, jo najdete. In se Tam- subscribite. Ja, seveda se In naročite. ne hejtati ljudi, ki jih ne poznate. No, evo, upoštevajte ta nasvet, ne, tako da vidiš, bo še nekaj. Zmeri morate biti prijazni. No, bote saj do žensk, če že do mene niste, saj do Erike bote, ne. Super, neč, hvala vam, lepo se mejte, adijo. Čau, čau.